Spoštovani gostje in obiskovalci današnje okrogle mize na temo evropskih volitev. Hvala vam za odziv in udeležbo. Slovenija je od 1. maja 2004 polnopravna članica Evropske unije. Tako smo ravno v teh dneh obeleževali 20. obletnico priključitve trenutni 27-članski Evropski uniji, v kateri ima Slovenija 8 poslancev v Evropskem parlamentu. Poslanci so Evropski parlament izvoljeni neposredno, z našimi glasovi, in izvoljeni poslanci nadalje glasujejo za nas v Evropskem parlamentu in tako varujejo naše interese, izboljšujejo in sprejemajo zakonodajo, ki vpliva na naše vsakdanje življenje. Poslanci Evropskega parlamenta prisluhnejo pomislekom, ki jih izrazijo ljudje in ukrepajo v zvezi z njimi, posvetujejo se s civilno družbo in podjetji, s čimer zagotovijo, da se na ravni Evropske unije upošteva glas vseh. Evropske volitve so organizirane vsakih 5 let. Zadnje volitve so se odvile maja 2019. Tako je letos 5 volilno leto, ko bomo v Sloveniji 9. junija volili 9 poslancev, torej enega več kot na zadnjih volitvah. Za marsikoga izmed nas bojo to prve volitve in zagotovo se sprašujemo, komu dati svoj glas, kdo so sploh kandidati in kakšne vrednote zastopajo. Zato smo zelo veseli, da so danes z nami kandidati vseh parlamentarnih strank in pa stranka SLS, ki ima že dolgoletnega poslanca v Evropskem parlamentu. Bi začeli kar s predstavitvijo naših gostov. Dr. Peter Gregorčič je fizik in politični analitik. Bil je predsednik programskega sveta RTV Slovenija od 16. februarja 2022 do 5. junija 2023. Zaposlen je kot profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Trenutno je nosilec liste SLS na evropskih volitvah leta 2024. Katja Berg-Bevc je predsednica podmladka Nove Slovenije Mlada Slovenija. Je strokovna sodelavka poslanske skupine Nove Slovenije in magistrica prevajalstva. Z izkušnjami delovanja v Evropskem parlamentu. Sodelovala je namreč z njihovim poslancem Lojzetom Peterletom. Zala Tomašič je alumna Škofijske klasične gimnazije, ki je študirala v tujini, v Ameriki in Veliki Britaniji. Je mednarodna sekretarka za Slovensko demokratsko mladino in voditeljica oddaje Signal na Novi 24 TV. Že z bogatimi izkušnjami iz Evropskega parlamenta. Trenutno je zaposlena kot strokovna sekretarka v poslanski skupini SDS. Matjaž Nemec je bil poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije med letoma 2014 in 2022. Od leta 2022 pa je evropski poslanec v Evropskem parlamentu, kjer je nadomestil Tanjo Fajon. Pred izvolitvijo za poslanca je deloval tudi kot asistent predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Matej Grah je strokovni sodelavec v poslanski skupini Svobode, predsednik podmladka stranke in magister politologije. Katja Sluga pa je svetovalka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, izobraževala pa se je tudi v tujini, kjer je opravila magistrski študij mednarodne ekonomske politike z 2 smerima, globalno gospodarstvo in študije spolov. Pred začetkom še nekaj tehničnih navodil. Veseli smo velikega števila gostov. Da bo pa vse lažje teklo, predlagamo, da na vsako vprašanje gosti odgovorijo v 90 sekundah. Seveda bojo možne replike s tudi omejenim časom. Ko bo pa čas potekal, boste zaslišali tale zvok. No, sej boste slišali. In predlagam, da kar začnemo z vprašanji. Seveda po koncu uvodnega dela tudi lepo povabljeni vsi dijaki, profesori in malo starejši kakšnemu vprašanju. A bomo dobili zvok ali ga bomo počakali? Ta zvok. Pa bi kar začeli. Kaj so po vašem mnenju glavne vrednote, ki so gradile Evropsko unijo v preteklosti in katere jo bojo gradile v prihodnosti?
Kar lepo povabljeni. Predlagam, da. Ja, lep pozdrav iz moje strani. Moram reči, da je letos 10. obletnica moje mature in se spomnim, da sem pred 10 leti ta čas jaz sedela v tej knjižnici, pa se pripravljala na maturo in takrat se spomnim, da ko se mi ni dalo učiti, sem hotela brati Harryja Potterja in ne vem, če je to še vedno res, ampak takrat je bil edini izvod v tej knjižnici Harryja Potterja v latinščini. Tako da sem pol še vedno raje izbrala učenje za maturo kot branje v latinščini. Drugače pa za odgovor na vprašanje, jaz bom kar kratka. Evropske vrednote, to so Bog, družina, domovina, to so vrednote, za katere se moramo boriti, za katere se jaz osebno mislim boriti. Moramo se zavedati, da Evropa je bila zgrajena na krščanskih vrednotah in brez krščanskih vrednot Evrope ni. Tako da tukaj, če poudarim Bog, jaz s tem mislim predvsem Bog, ne samo Bog v verskem smislu, ampak predvsem ljubezen, ki izhaja tudi iz Boga. Družina je osnovna celica, kjer se naučimo osnovnih vrednot na začetku, kjer nas nekako da temeljne vrednote, ki nas izoblikuje kot človeka, in potem domovina, na kjer moramo biti ponosni, iz kjer izhajajo naši predniki, naša kultura, naš jezik. Tako da Bog, družina, domovina, glavne vrednote za Slovenijo in pa za Evropo. Lep pozdrav tudi z moje strani, lepo je biti med vami. Torej, na to vprašanje bi jaz odgovoril takole. Evropska unija je en izjemno pomemben in dragocen projekt, ki je bil ustanovljen za to, da bi zagotovil temu kontinentu mir in blaginjo, in to je temu projektu tudi uspelo. Vrednote Evropske unije so zapisane v 2. členu pogodbe Evropske unije in sicer prva med njimi je spoštovanje človekovega dostojanstva, ki izhaja iz naše krščanske zgodovine. Namreč spoštovanje vsakega človeka zgolj zato, ker je človek. Nič drugega ne rabite biti, samo človek morate biti, da imate človekovo dostojanstvo. Potem so pa tukaj še svoboda, demokracija, pravna država, enakost in spoštovanje človekovih pravic. In naj povem, sam nisem hodil sicer v to šolo, sem imel pa v osnovni šoli in imam še enega otroka. In recimo Slovenija je imela izjemno velike težave na področju pravne države. Namreč pred leti smo starši osnovne šole Lojzija Šuštarja uspeli na Ustavnem sodišču zagotoviti polno financiranje tudi zasebnih osnovnih šol z javno veljavnim programom in takrat politika tega ni želela spoštovati. In zdi se mi, da to so stvari, za katere se moramo boriti, zaradi tega, ker le tako bomo lahko živeli skupaj v različnosti. Namreč ljudje smo različni in prav je, da se naučimo sobivati v naši različnosti. Lep pozdrav in hvala za vabilo. Sem vesela, da tudi bivše Želimeljčanke povabite, čeprav smo včasih bili tekmeci, sploh na kakšnih odbojkarskih turnirjih in tako naprej. Vsaj jaz sem zelo dostikrat odbojko tudi tukaj igrala. In imam lepe spomine drugače tudi na ŠKG in prijateljstva, ki so se spletla med nami. Zdaj, če grem pa k vprašanju, mogoče se vam bo zdelo, da se zdaj kar ponavljamo, ker ja, Evropska unija je zgrajena na krščanski demokraciji, na vrednotah krščanske demokracije, ki so jih upeljali ustanovni očetje Evrope, rečemo, De Gasperi, Schuman in tako naprej. In njihova vizija je bila, da je Evropa združena, trdna in seveda, da temelji na krščanskih vrednotah. Zdaj vprašanje je bilo pa tudi, kaj bo v prihodnje. Jaz si želim, da bi še vnaprej delovala po principih krščanske demokracije, ker tudi sama prihajam iz, veste, NSI, ki zagovarjamo krščansko demokracijo, in da bo šla Evropa po tej poti naprej, boste pa odločili tudi vi na evropskih volitvah 9. junija. Tako da, če želite, da gre Evropa v to smer, potem predlagam, da izberete tudi stranke, ki zastopamo te vrednote. Lep pozdrav vsem. Jaz prihajam iz Levice in mi je zelo lepo videti, da v bistvu vidim neke potenciale za povezovanje z našimi kolegi na moji levi strani tokrat. Ker se mi zdi, da vrednote, ki so jih omenili, so do neke mere definitivno vrednote, ki si jih
predstavljamo kot dobre vrednote tudi v levici. Ko govorimo o nekih krščanskih vrednotah, mi verjamemo, da sočutje, skromnost, pomoč drugim, razumevanje drugih, pomoč ljudem v stiski so neke stvari, ki gradijo solidarno Evropo in vidim, da tukaj bo možnost za povezovanje definitivno. Bi pa rada poudarila, da je za nas ena izmed glavnih vrednot, ki dela Evropo tako posebno, definitivno odprtost do drugih ljudi. Odprtost do drugih religij, do drugih nacij, do drugih načinov življenja in s tem se zelo povezuje tudi naše razumevanje svobode. Za nas svoboda pomeni to, da lahko vsak živi na način, kot si sam želi. In definitivno ne želimo iti v smer forsiranja kakršnih koli ideologij in ver na evropsko populacijo. Kar bi še rekla tukaj, je, da mi je zelo všeč, da je gospod izpostavil spoštovanje do človeka samo zato, ker je človek. Mi se s tem definitivno strinjamo. Vsi ljudje, ne glede na njihovo barvo kože, njihovo spolno usmerjenost, imajo pravico do našega spoštovanja samo zato, ker so ljudje. Tako da hvala lepo za to istočnico. Kot zadnjo stvar bi pa izpostavila to, da v bistvu Evropa je bila osnovana kot projekt miru. Zdaj pa je postal projekt vojne. In to je neka stvar, s katero se v levici definitivno želimo spopasti. Mogoče ni bila spopast prava izbira besede v tem kontekstu, ampak želimo na tem delati. Hvala lepa. Dobar dan tudi v mojem imenu. Moje ime je Matjaž Nemec, sem nosilec liste socialnih demokratov. V šoli so nas učili, kako so očetje, matere, misleci, veliki misleci slovenskega naroda v preteklosti hrepeneli potem, da bi ohranili svojo lastno identiteto, začenši z jezikom, za kulturo in se borili za to, da danes govorimo slovensko. In Evropska unija danes nam omogoča, da jaz kot evropski poslanec, mogoče kolegice, kolegi kot bodoči evropski poslanci lahko to počnemo v Bruslu. In je slovenščina ena od 24 uradnih jezikov. Torej, slovenski glas je znotraj množice evropskih glasov, ki so v preteklosti bila mnogokrat sprta in v dolgoletnih vojnah. In ta kontinent je bil v zgodovini prevečkrat v vojnah in preveč gorja je bilo. In zato je nastal ta izjemen projekt, ki je seveda mirovniški, ki je projekt sodelovanja, gospodarskega sodelovanja na področju humanizma, če želite, nastal zato, da smo kot generacija odgovorili na pretekle grehe ali pa grehe, bom rekel, naših predhodnikov. Torej, mi živimo v izjemnem času, izjemen privilegij, da se danes kot Slovenka, kot Slovenec lahko počutimo Evropejke in smo enakovredni, enakopravni čisto vsem. In nimajo vsi, tudi večji, nekateri evropski narodi privilegija, da so narodi in nacija v enem. Mi pa imamo ta privilegij. Torej, mi živimo v enem izjemnem času, ki so ga lahko naši starši, ko so imeli, bom rekel, Beograd za glavno mesto, ali pa naši dedki, babice, ki so imeli za glavno mesto Dunaj, ali pa Rim, Primorci, danes dejansko živimo v enakopravnosti, kljub razlikam, ki so med nami. Kljub razlikam. In to je Evropska unija. In zato se velja fajtati, zato se velja boriti. In zadnja beseda, ko govorimo, da je to projekt, ki ni idealen, ni, ker je na nas, da ga gradimo naprej, kjer so začeli očetje ali pa matere tega izjemnega projekta. Hvala. No, zdaj smo slišali zvonec, tako da zdaj bomo vedeli. Matej Grah, prihajam iz Liste Svobode, kjer ne stavimo samo na mlade, ne stavimo samo na Dončićeve trojke, kot je naš predsednik včeraj povedal, ampak stavimo tudi na mladost, v smislu, kaj lahko mladi prenesemo v Evropsko unijo in kaj lahko prenesemo iz naše države. Zdaj slišali smo kar številne vrednote, moram reči, da se z večino od njih popolnoma strinjam, bi pa zato, da ne bomo se ponavljali, vseeno umestil še en pomemben vidik. Evropska skupnost kot taka je začela nastajati na gospodarskih temeljih. Šele kasneje je prišlo v ospredje mir in varnost in tukaj bi jaz nadaljeval. Mislim, da smo trenutno v času, kjer se mora nasploh Evropska unija predvsem fokusirati na mir, varnost in vključevanje različnosti, drugačnosti. Če bomo to sprejemali, potem verjamem, da lahko kot družba še naprej funkcioniramo. Če ne bomo sprejemali kompromisov, se nam bo lahko zgodilo to, kar se nam dogaja, kar se nam je zgodilo z Veliko Britanijo. Torej, ključno je, da sprejemamo kompromise. Da pa ne bo zvenelo samo varnost kot taka, pomembno je, da kot
skupnost, evropska skupnost, dosežemo določeno samozadostnost, konkurenčnost gospodarstva, da bomo seveda odporni na tuje trge, da bomo znali konkurirati drugim trgom ali pa bi celo šel en korak dlje, da bomo znali s temi tehnologijami, ki jih bomo proizvajali, tudi konkurirati vsem ostalim regijam po svetu. Morda na katerih področjih bi delovali v Evropskem parlamentu, zakaj bi se zavzemali, če bi bili izvoljeni? Kdor se naglasi k besedi? Bom jaz, ker imam že mikrofon v rokah. Jaz sem se ukvarjal v zadnjem obdobju predvsem za dvema področjima, to je ta formalni del, to se pravi zunanja in notranja politika, se pravi že širitveni procesi. Doletela me je čas, da sem kot prvi predstavnik ene izmed manjših evropskih držav bil predsednik delegacije za države Magreb. To je poseben privilegij zaradi tega, ker ta regija v očeh mnogih večjih držav ali pa strateško pozicioniranih na to regijo vidijo v njej večji pomen kot recimo Zahodni Balkan. Ukvarjal sem se s vprašanji 135 milijonov ljudi, ki živimo ob različnih evropskih mejah. Ukvarjal sem se z mnogimi vprašanji, ki so povezani z človekovimi pravicami ali pa z dogajanjem v zadnjem trenutku v Gazi ali pa s področju pravic delavcev in ranljivih skupin. Torej, zelo širok diapazon. Kaj bi pa rad počel v prihodnje? Najverjetneje nadaljeval po tej poti, zelo se zanimam za zunanjo politiko, tudi šport, predvsem zaradi povezanosti športov nas Slovencov. Se mi zdi to ena zelo zanimiva komponenta za razvije tudi v Evropskem parlamentu. Na mojo pobudo smo prvič evropski poslanci sodelovali na nogometnem turnirju, ki ga je organizirala UEFA z Aleksandrom Čeferinom na čelu. Tako da mnogo je, bom rekel, ta prostor zelo širok delovanja. Najverjetneje bi nadaljeval po začrtani poti. Povabim kandidata iz moje leve ali kandidatko, da se nadaljuje z besedo. Evropski parlament, podobno kot naš nacionalni parlament, ima tudi različne odbore, to so delovna telesa, kjer se v resnici zakonodaja podrobne lahko preseja, predebatira in sprejema. Zdaj, sam bi se potegoval za sledeče odbore, najprej za odbor za industrijo, raziskave in energetiko, in sicer, ker sam sem raziskovalec, to področje izjemno dobro poznam. Zaradi tega, ker je energetika ena izmed tistih smeri, kjer je po mojem mnenju Evropska unija v zadnjem 5-letnem obdobju močno zavozila. Zaradi tega se cene naše elektrike izjemno močno povečujejo. Potem drugi odbor, ki bi ga izbral, je odbor za kulturo in izobraževanje. Izobraževanje zato, ker je izjemno pomembno za prihodnje generacije. Ne vem, če veste, v Sloveniji se naš izobraževalni sistem podira, ne v vaši šoli, ampak načeloma učiteljev ni, podobno kot zdravnikov. In če se bo to zgodilo, mislim, da imajo tudi tukaj imate verjetno težave dobiti učitelje, bo cela generacija izgubljena. To je izjemno pomembno. Pod kulturo pa spade tudi mediji. In sam sem bil predsednik programskega sveta Radio-televizije Slovenija, kjer je trenutna vlada Roberta Goloba z zakonom odstavila celotno vodstvo v nasprotju z pravnim redom Evropske unije. In ker tudi Evropska komisija na tem primeru pokazala, da ima dvojna merila, namreč ta vlada je naredila isto, kot je naredil Orban na Madžarskem. Evropska komisija je Madžarsko znala obsoditi, zato ker je očitno ideološko njej daleč, medtem ko našega predsednika, naše vlade ni znala obsoditi. In zaradi tega sem tudi stopil v politiko in zato je drugi odbor, ki bi ga zbral, prav odbor Kult. V redu, če jaz nadaljujem? Dobro, hvala. V naši stranki verjamemo, da sta v bistvu dve stvari zdaj trenutno najbolj pomembni na ravni Evropske unije. Prva stvar je ustvarjanje nekih skupnih minimalnih delavskih standardov, ko pride do zaščite mladih delavcev. Problem je v tem, oziroma izziv je v tem, da imamo enotni trg, da imamo prost pretok ljudi in kar to pomeni v bistvu, da kakršnakoli regulacija se zgodi, da je efektivna, se mora zgoditi tudi na evropskem nivoju. Kar mislim s tem, je, da potrebujemo evropsko strategijo prekarnosti, o odpravi prekarnosti, da potrebujemo regulacijo platformnih ekonomskih modelov, da potrebujemo nujno prepoved agencijskega dela. To so mogoče 3 stvari, ki bi jih zdaj izpostavila.
Druga stvar je pa zunanja politika Evropske unije, ki je trenutno v popolnem razsulu, po našem mnenju, in ima zgrešeno pot. Kar si mi želimo, je, da bi v bistvu oblikovali neko skupno zunanjo politiko, ki je neodvisna od Združenih držav Amerike. Zato, ker trenutno, kar mi delamo, je to, da smo sluge njihovim interesom in se zapletamo v konflikte, ki v bistvu se nas ne tiče in poslabšujemo življenje ljudi po svetu. Torej, izstop iz NATO za Slovenijo, oblikovanje skupne obrambne zunanje politike Evropske unije, ki deluje kot mirovni akter v svetu in se ne zapleta v oroževanje velesil. In v bistvu zadnja stvar, ki bi jo rekla, je, da moramo preobraziti našo zunanjo politiko, da bo Evropska unija spet projekt miru in ne projekt klanja. Hvala. Bom jaz tukaj nadaljevala, kjer se je zaključil. Tudi mene, čisto specifično najbolj zanima zunanja politika, tudi jaz sem sama delala že v ameriškem senatu, v Evropskem parlamentu, zdaj v slovenskem. Absolutno se ne strinjam za izstop iz NATO. Vemo, kakšna je realnost v svetu, varnost bo ena glavnih tem tudi v teh evropskih volitvah. In tudi kar se tiče našega boja, jaz mislim, da je boj za demokracijo, kar poteka v Ukrajini, boj, ki je vreden, da se ne umaknemo, da se borimo za naše vrednote, o katerih smo prej govorili. Smo se strinjali in spoštovanje človekovih pravic in naša domovina, demokracija, to so vrednote, ki jih ne smemo spustiti. Kar se pa tiče ostalih stvari, pa mislim, da je tudi ena velika stvar, ki se moramo pogovarjati v Evropski uniji, je to, da se zadnje čase pojavljajo neke tendence o večji federalizaciji. Moramo se zavedati, da Evropska unija je skupnost suverenih držav in vsaka država, kot je bilo prej omenjeno, je raznolika, ima svojo kulturo, ima svoj jezik. Skupaj sodelujemo na tem evropskem projektu, posebej kar se tiče ekonomije, gospodarstva, kmetijstva. Evropska unija nam je prinesla ogromno priložnosti. In tako je treba iti naprej. Treba je spoštovati vse kulture znotraj Evropske unije, ne v smeri večje federalizacije, ampak v temu, da skupaj kot smo Evropejci, ampak še vedno smo prvo Slovenci. Pa še ena stvar, ki jo bom pa jaz izpostavila, ker sem bila takoj po svoji diplomi, sem se preselila v Bruselj. V Bruslju je ogromno priložnosti za mlade. In jaz se mislim tudi boriti za mlade, za vse vas. Imamo plačana pripravništva, pa ne samo pri evropskih poslancih, ne samo v Evropskem parlamentu ali pa komisiji, imaš tudi druge inštitucije, imaš komitej regij in tako naprej. Pa ne glede na to, kaj študiraš, imaš sodišča, banke in tako naprej. In gor so službe, gor so pripravništva, pa to ne pomeni, da tam ostanete zavedno, ampak saj, da vidite, da se izkusite, druge države to veliko bolj izkoriščajo in mislim, da bi tudi Slovenci mogli začeti več naših ljudi pošiljati v Bruselj, ker konec koncev rabimo več Slovenije v Bruslu in ne več Bruslja v Sloveniji. O možnostih mladih, ki jih ponuja Evropska unija, bomo spregovorili malo kasneje. Naslednji, ki se prijavi k besedi. Kljub relativno nekompleksnemu vprašanju smo hitro prišli na politične razlike, pa vendarle se bom tudi jaz odzval. Sicer nekaj časa sem delal v diplomaciji, kar v uvodu sicer ni bilo rečeno. Deloval sem na veleposlaništvu Republike Slovenije na Dunaju in ugotovil, da je diplomacija tisto orodje, ki lahko pelje k miru in varnosti. Konec koncev, vse vojne na svetu so se na koncu končale tako, da sta se obe strani ali več njih sedle za isto mizo in se dogovorile. Torej, seveda podpora na nek način Ukrajini, ampak prej ali slej bo tudi čas, da se sedemo za mizo in se začnemo pogovarjati o povojni državi, na kakšen način bo izgledala in kaj bomo v njej naredili. Torej, zagotovo si želim tudi sam delovati v zunanjih zadevah. Verjamem, da je to področje, na katerem sem lahko zelo suveren. Drugo so mladi. Kot je kolegica rekla, mladi, kjer imamo ogromno priložnosti že znotraj Evropske unije, vendar se mi zdi, da premalo sredstev na nek način namenjamo za določene projekte. Po drugi strani pa tudi to, kar je kolegica na moji levi rekla, in sicer, da je vsako delo plačano. Vsa pripravništva danes na nivoju Evropske unije v evropskih inštitucijah niso plačana, zato je prav, da se to poenoti in da dobijo za svoje delo tudi ustrezno plačilo. Ne nazadnje pa prihajam iz čistega vzhoda Slovenije, iz Prekmurja, zato bi si zelo želel delovati tudi na področju kmetijstva. Verjamem, da znotraj European Green Deala imamo izjemne priložnosti,
predvsem za naša kmetijstva, ki so vendarle napram drugim državam po Evropi manjša in zato je tudi lažja prilagodljivost na seveda zelene inovativne tehnologije. Jaz se zelo veliko pogovarjam z mladimi, tudi kot predsednica podmladka v NSI-ju in marsikdo ima zelo veliko idej, podjetniških ali pa prevzame kakšno doma že recimo kmetijo. No in te mladi pravijo, da je zelo veliko birokracije, ki jih ubija. In za en del te birokracije je pač kriva Slovenija, za en del pa tudi Evropska unija, ker veste, da 80% zakonodaje, ki jo imamo v Sloveniji, pride iz EU. Zato bi bila moja želja to, da se v Evropski uniji potrudimo malo očistiti te birokracije in res dati mladim, pa seveda tudi malo starejšim, več možnosti, boljše okolje za to, da lahko oni uresničijo svoje ideje, ki jih imajo. A so to podjetniki, a so kmeti, turizem, karkoli. Mogoče čisto za ilustracijo. V Evropi imamo zelo veliko idej. Kaj mislim s tem? Recimo, če pogledamo startupe, primerjamo ZDA, Evropa. V Evropi dejansko že prehitevamo Ameriko, potem koliko startupov tukaj nastane. Ampak potem, ko začnejo ti startupi rast, ker rabijo zelo na hiter veliko financiranja, zelo dobro poslovno okolje, spodbudno, potem se ti startupi zelo radi preselijo v Ameriko, pa tudi na Kitajsko. In tam nas zelo, zelo prehitevajo po številu startupov, ki se jim reče samorogi. To so tista zagonska podjetja, ki imajo vrednost več kot milijardo evrov, dolarjev, kogarkoli. In teh podjetij si želimo imeti tudi več v Evropski uniji, ker to pomeni boljšo dodano vrednost, boljša delovna mesta, više plače. In zato se želim zavzemati v Evropskem parlamentu. Malo smo to temo že odprli, pa vendar. Kakšne so po vašem mnenju varnostne grožnje Evrope in kako bi jih reševali? Prej je kolega omenil, da je Evropa bila ustanovljena kot gospodarski projekt. To ne drži. Evropa je bila ustanovljena kot mirovni projekt. Ideja Schumana je bila v tem, da poveže sprti Francijo in Nemčijo v skupnosti za premog in jeklo na način, da bo med njima vsakršno sovraštvo pojmovno nemogoče. In to je tisto, kar mislim, da moramo zasledovati. Kar se pa tiče varnosti, je pa takole. Evropa je zavozila na področju migracij. Mi ne vemo, kdo prihaja k nam, s kakšnim namenom, imamo odprte meje in zaradi tega v resnici uničujemo osnovno idejo Evropske unije. Poglejte, jaz sam izhajam iz Sežane, blizu Trsta, mnogi Sežančani delajo v Kopru. Do Kopra imate čez Trst 20 km, čez Slovenijo pa 50. Zdaj se vozijo spet čez Slovenijo. Zakaj? Ker Italija zaprla mejo. Zaprla je pa zaradi tega, ker Evropa ne obvladuje nezakonitih migracij. In če mi tega vprašanja ne bomo rešili, ne samo, da se ne bomo počutili varne v naših mestih, ampak preprosto države članice bodo začele zapirati svoje notranje meje in s tem izgine ves čar Evropske unije. Druga zadeva, ki pa je, po mojem mnenju, prvič po nastanku ideje o Evropski uniji, prvič je naš mir resnično ogrožen. Resnično je ogrožen. In naša civilizacijska dolžnost je, da ta mir ohranimo za vas, ki ste mlajši od mene, za moje otroke, ki so še mlajši in za moje vnuke, ki jih mogoče nekoč bom imel. In to, da to naredimo, tega ni mogoče narediti drugače, kot da se, tukaj se strinjam s kolegico, osamosvojimo od Amerike, ampak na način, da vzpostavimo tudi skupno obrambno politiko, kar pomeni vojsko. Nič drugega ne morete narediti, če imate konflikt Ukrajina-Rusija, pa konflikt na Bližnjem vzhodu. Hvala za tole istočnico. Torej, migracije so največji problem. Mislim, da je vedno pomembno narediti korak nazaj pa se vprašati, zakaj se te migracije dogajajo. Ne? Prva stvar so okoljske spremembe. Tega bo vedno več. Planet se segreva in tisti, ki so najmanj pripomogli k temu, da v bistvu se ta planet segreva, bojo najbolj nastradali. In vedno več ljudi bo prihajalo. Dejstvo je, da desni pol do velike mere zanika oziroma otežuje reševanje klimatskih sprememb. Druga točka. Zakaj ljudje bežijo iz Bližnjega vzhoda? Razlog je to, da do velike mere naša zahodna koalicija, katere del smo, seje nemir, nasilje, seje nestabilnost na tem področju že
50 let. Torej, ljudje, ki prihajajo, te tokovi, ki se ustvarjajo, ki prihajajo v Evropsko unijo. Zato je kriv Zahod do velike mere. In jaz se strinjam s tem, da je treba stabilizirati te regije. Ampak potrebno je pa tudi videti, da stvari, proti katerim se desnica zdaj bori, hkrati zagovarja razloge, zakaj so se te stvari zgodile. In ta hipokracija je ena stvar, ki jo v Levici zanikamo. Zdi se mi, da je pomembno, da razumemo, odkje te stvari prihajajo in da pokažemo solidarnost z ljudmi, ki si želijo boljšega življenja. Hvala. Zdaj, ne, če smo čisto iskreni. Begunci. Čisto noben ne nasprotuje beguncem. To je mednarodno urejeno, pomaga se beguncem. Poljska, na primer, pa je bila označena kot državo ekstremne desnice in sprejela 1 milijon ukrajinskih beguncev. Druga stvar pa so ilegalni migranti. In treba je ločevati med begunci, med ilegalnimi migranti in pa legalnimi migranti. Če je nekdo, ki beži zaradi vojne, zaradi tega, ker mu je življenje ogroženo, pride do meje, lahko zaprosi za azil. Kaj pa naredijo te ljudje? Nezakonito prestopijo našo mejo. Njihova prva stvar, ko vstopijo v Republiko Slovenijo, je nezakonit prestop meje, kršenje naše zakonodaje. In zakonodaja velja za vse. Jaz vem, jaz sem včeraj dobila kazen, ker sem narobe parkirala. Pa je to prav, ne? Pa če sem dobila kazen, narobe sem parkirala, nekaj sem prekršila. Ampak če velja, in vi isto bi vsi dobili kazen, če prekršite zakon, so posledice. In tukaj, da oni pridejo čez mejo, prva stvar je, odvržejo dokumente, zlažejo so, iz kje so, ne vemo, kdo so, iz kje prihajajo, koliko so stari ali karkoli. Tako da to je treba ustaviti, to je varnostna grožnja. In kot je že Peter tukaj omenil, Italija zapira meje, Avstrija, zadnjič sem šla v München, sem mogla čez Avstrijo pokazati potni list. To gre v nasprotju z našo idejo o Evropski uniji, nasprotju s Schengenom, to, da mi prosto prestopamo meje. Ilegalne migracije so problem in še enkrat rečem, treba je ločevati med legalnimi pa ilegalnimi migracijami. Jaz sem sama živela v Združenih državah Amerike, pa sem zato dobila vizo, pa greš čez preglede, pa si tam noter. Legalne migracije je nekaj normalnega čez slovensko zgodovino, ne samo slovensko, svetovno zgodovino. Ilegalne migracije so problem. In če ti nimaš nič skrivati, če res prihajaš iz države, kjer te je ogroženo življenje, vsaka država ti pomaga. Pa še ena stvar za zaključek, tudi mednarodno pravo pravi, ne, ti moraš priti iz nevarne države. Ko ti prideš v prvo varno državo, tam moraš zaprositi za azil. Mi smo obkroženi z Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Nobena od teh držav ni nevarna država. Da prideš do nas, torej že prekršiš mednarodno pravo, če si prvič pri nas zaprosil za azil. In treba je tudi Slovenija rabi začeti vračati te ljudi, potem ali nazaj na Hrvaško, Hrvaška pa potem tako naprej. Ja, seveda. Bi mogoče prvo, če si gostje. Na vprašanje, kaj najbolj ogroža Evropsko unijo, je njena neenotnost. Danes imate tukaj 6 predstavnikov različnih političnih skupin. Predstavlja si, v Evropskem parlamentu imamo 9 različnih političnih skupin, ki prihajajo iz 27 različnih držav. Torej, najti kompromis, to je veličina Evropske unije, glede na razlike, ki so med nami. Torej, kolikor bomo enotni, bomo enotno znali odgovoriti na čisto vse krize. Nobena ni tako velika, da Evropska unija ne bi znala na njo odgovoriti. Omenjeni so bili migranti. Pred 3 tedni smo z veliko politično večino, ki sega od levice do desnice, podprli migracijski pakt. Po 8 letih imamo jasen dokument upravljanja z migracijami, torej od sprejema do morebitne zavrnitve, do realokacije, ter seveda vse to zapisano v smeri, ki bi naj obvarovala, bom rekel, človekovo dostojanstvo. Seveda, v nekaterih pogledih sem tudi jaz kritičen do tega dokumenta, ker gre za kompromis, predvsem na področju človekovih pravic, ampak vas ne želim obremenjevati s tem. Vkolikor bo Evropa ne samo varna fizično pred grožnjami vojaškimi, ampak tudi ekonomsko, socialno, takrat se bomo počutili lahko vsi Evropejke in Evropejci enakovredne. Torej, da imamo vsi enako izhodišče, ne glede na to, odkot prihajamo, kateri politični družini pripadamo, kako se pišete, od kje ste rojeni, da boste imeli enako izhodišče kot vaš sosed, ki sedi recimo v isti klubi. In to je tisto, kar dela Evropo veliko. Vkolikor bomo enotni, bomo tudi močni in veliki. Če dopolnim še temo migracij. Se strinjam s tem, kar sta gospod Peter in gospa Zala povedala pred mano.
In še nadgradim. Namreč potrebujemo v Evropski uniji tako imenovane zunanje azilne centre. Zdaj zakaj? Se pravi, tukaj imamo za obe strani v bistvu plus. Zdaj se zgodi, da migranti pridejo na naše meje, na tej poti zapravijo zelo velik denarja, ker jih vmes izkoristijo še tihotapci, ki služijo s tem. In potem ti bogi ljudje pridejo sem in ugotovijo, da sploh nimajo pravice do azila. In to potem pomeni, da se zapletejo v kakšne črni trg, tako naprej, zlorabe, v glavnem ni dobro ne za njih, ne za nas na koncu. Po drugi strani, če bi imeli zunanje azilne centre, bi to pomenilo, da bi ljudje ne bi rabili na to dolgo pot, ampak bi že bliže svoji državi izvora lahko zaprosili za azil. Se pravi, bi se že tam preverili, ali izpolnjujejo pogoje za to ali ne. In zdaj, če ne izpolnjujejo, potem jasno ne morejo priti v EU, če pa jih pa pridejo in potem imajo v bistvu že vse urejeno, ko pridejo sem. Za nas je pa tudi boljše, zato da nimamo tukaj ljudi, ki prihajajo, kot je prej tudi omenila Zala, brez dokumentov, kršijo naš pravni red in tudi mi ne vemo, kaj zdaj oni tukaj počnejo. Pa še vrnem žogico kolegici iz Levice, izstopi iz NATO ne pride v poštev. Upam, da se tukaj zavedate, da kolektivna obramba pomeni, da več držav skupaj zagotavlja veliko boljšo obrambo, ker če to ukinemo, imamo možnost samo, da imamo obvezni vojaški rok spet, ali pa da pač nimamo vojske in smo vsem prepuščeni na milost in nemilost, da nas lahko napadejo. Hvala. Da najprej odgovorim na vprašanje. Jaz mislim, da Evropska unija kot taka ni ogrožena, zagotovo imamo pa določene sile oziroma smernice, ki si pa to želijo, ali jo pa vsaj skrhljati, da bodo si jo podredile. Ne bi pa to vezal samo na neke fizične konflikte, vezal bi tudi na to, kar je gospod omenil, to je energetska kriza. Po drugi strani pa, kot sem že prej poudaril, potrebno je spostaviti eno gospodarsko suverenost. Če bo uspešna, Evropska unija pri tem uspešna, potem verjamem, da je lahko to skupnost, ki bo znotraj držav članic, če bodo pripravljeni na to, da sprejmejo določene kompromise, lahko prosperirala. Zdaj pa, če se navežem čisto malo na migracije. Res je, realnost je, migracijam se ne bomo izognili. Res je tudi, da jih na določenih območjih po svetu povzročamo tudi sami, zahodni svet. Dejstvo je, da tudi takšni dogodki izkoriščanja teh migrantov obstajajo in se jih ne moremo izogniti. Moramo pa biti solidarni. Na nek način menim, da ne samo ta prvi korak, ki je bil storjen na evropskem nivoju z Evropskim migracijskim paktom, ki za moje pojme je premalo ambiciozen in bi si želel in si bom prizadeval, da bo tudi dopolnjen, pa po drugi strani moramo tudi kot suverena nacionalna država poskrbeti za primerno integracijo teh migrantov, ki pa so pripravljeni delati v naši državi. Ker te delitve, da imamo ilegalne, imamo po drugi strani tudi ekonomske migrante. In ti ljudje pred nečim bežijo in vsi vemo, pred čim bežijo. Zato je potrebno pokazati, da imamo še vedno človeške vrednote, ravno to, kar je bilo na začetku povedano. Torej, pomagajmo, če smo si različni, pomagajmo sočloveku. Hvala, a bile sta prošnje za 2 repliki, tako da, gospa, kar izvolite. Bomo pa temo migracij nekoliko še odprli z naslednjim vprašanjem, tako da bi prosila malo, vam bomo skrajšali, bo minuta za repliko. V redu, ja. Sej v bistvu bi sem 2 stvari povedala. Prva stvar, izstop iz NATO je nemogoč, to ni res. Lahko imamo referendum o v bistvu tem, a si ljudje želijo biti v NATO ali ne. Že zdaj je podpora NATO precej nizka, najnižja, odkar je bila od začetka. Plus, vidimo Avstrijo, našo sosedo, ona ni v NATO. A je napadla Rusija? Ne. Mislim, da je zelo pomembno, da se zgledujemo po Avstriji in razmislimo, če bi bil njihov model možen tudi pri nas. Druga stvar, zakaj ne začnemo ljudi vračati na Hrvaško? To delamo, že od samega začetka. Vrnemo jih po ilegalnih postopkih in potem te ljudje tam doživljajo nasilje. Dejstvo je, da ko se sprašujemo o tem, zakaj je toliko ilegalnih migracij, tudi zato, ker v bistvu ljudje grejo čez zeleno mejo, zato ker se bojijo vračanja na Hrvaško. Pomembno je razumeti, kaj povzroča kaj včasih in pogledati malo globlje v sisteme v bistvu zatiranja, ki se dogajajo tudi na slovenskih in hrvaških tleh.
Sam še ena stvar, ki bi rekla, ker ste rekli, da moram biti hitra. Torej, absolutno smo proti eksternalizaciji meje, ki jo omenjate. To, da ima Libanon 4 milijone ljudi in zdaj imajo skoraj 1,5 milijona migrantov in mi plačujemo njim 1 milijardo, smo jim zdaj plačali za to, da bojo za te migrante skrbeli, oziroma begunce, se upravičujem v tem primeru. To je absolutno nedopustno. Ne moramo obremenjevati držav, ki so precej bolj revne od nas s tem, da skrbijo za migrante in begunce. Hvala. No, debata je postala vroča, imamo že prijavljeno naslednjo repliko. Gospod Nemec, izvolite, potem pa gospod Tomašič. Ja, nisem želel tako v podrobnosti v to migrantsko debato, ampak bom. Namreč podatek za 22, 5 milijonov legalnih migrantov je prišlo v Evropsko unijo, to so prosilci za delo in so tudi delo dobili, medtem ko nelegalnih je bilo 1 milijon, od tega je 250 tisoč dobilo status migranta, ostalih se pa tako ali pa drugače po take časovnici je vrnilo potem v domače, v države izvora. Tisto, kar je pomembno v tem trenutku je, da imamo izjemno slabo demografijo in brezposelnost v Evropi je izjemno nizka. Če želimo ohraniti gospodarstvo konkurenčno vis-a-vis do tistega kitajskega in ameriškega, se pravi, da potrebujemo delovno silo in znotraj tega moramo najti pravo ravnoteže, kulturno, politično, družbeno, kakršnokoli že. Kar se tiče Tajanja je to naredil čisto iz vzgiba evropskih volitev. Italija je tista država, ki je podpisala pogodbo z Albanijo za tako imenovano eksternacijo. Torej, begunci bodo iz Italije prenešeni na zahodno-balkansko pot in s tem dejansko povzročili še večji pritisk na mejo z Avstrijo in za Italijo. Torej, Italija je povzročila problem, danes pa zapira mejo, ampak to je izključno samo zaradi prehajajočih ljudi. Še nekaj točk bi imel zelo pomembnih, ampak če mi je samo dovoljeno. Vam bom povedala, da je demografija naslednja tema in bi jo prej napovedala. Samo to povedala, glede Avstrije, to počne nelegalno. Dve sodišči sta jasno določila, da je to, kar počne Avstrija nelegalno. Torej imamo migracijski pakt, imamo novo reformo Schengna, se pravi, da jemljemo argumentom tistim, ki pravijo, da so migranti edina grožnja naše evropske identitete. Če želite, ampak temu ni tako, kot rečeno, največja grožnja je neenotnost. Hvala. Izvolite, gospod Tomašič, pol bomo pa nadaljevali z naslednjo temo, ki se pa zelo lepo pokriva že s tematiko migracij. Prav. Par stvari po azilnem paktu, ne. Jaz se lahko strinjam, par rešitev noter je dobrih, ampak predvsem, kar je največji problem, je to, da uvaja obvezno solidarnost. Mi bomo mogli ali sprejeti ilegalne migrante ali pa se odločiti, da jih ne, ampak zato bomo potem mogli plačati globo. Druga stvar je, kar se tega tiče, a je Rusija napadla Avstrijo, še se toliko absurdnega še nisem slišala, da se to primerja z napadom na Ukrajino. Že če pogledamo samo zemljevid Evrope, ne, vidimo razlike, da ne govorimo tudi o zgodovini, tukaj kaj prišla. Potem druga pa je, kar je bilo govora o demografiji. Ja, to je problem, sem slišala, da bo naslednje vprašanje, ampak pravim, da mi moramo tukaj, kar se tiče tudi delovne sile, ilegalni migranti niso odgovor na naš problem pomanjkanja delovne sile. Tukaj je odgovor močnejša družinska politika, pa predvsem to, kar je pa Katja na začetku že omenjevala, priložnosti. Mi rabimo debirokratizirati stvari, ustvariti priložnosti, zato da ne bojo potem ljudje odhajali ali v Ameriko ali pa v druge države. Sam še dve kratki repliki. Prva zadeva je, ker je bilo preomenjeno, migracije treba strogo ločati med zakonite in nezakonite. In nezakonite, tukaj jaz mislim, da mora veljati ničelna toleranca, sicer se bo Evropa razsula, se na Nemca tukaj navežem. Avstrija dela to nezakonito, ampak ker se čuti ogroženo. In tudi, če neka država nezakonito izvaja svojo suverenost, to ogroža naš skupen projekt. Kar pomeni, da se tazga kompromisa vseeno niste uspeli v Evropskem parlamentu doseči, da bi recimo Avstrija spoštovala skupna pravila. In če se nam bo to začelo posuvati, Evropske unije ne bo. Zakonite migracije, te so pa take, da jih sami izberemo, koga bomo pripeljali. In glejte, jaz imam Pakistanko za mlado raziskovalko, ker Slovenca nisem mogel dobiti, zaradi demografske slike, ki bomo potem omenjali, pa tudi zaradi tega, ker imamo mi nižje plače. In zakonite migracije so pač dejstvo, ampak razlika med nezakonitimi je ta, da država zbere, koga bo pripeljala, ga ustrezno integrira, nauči naše kulture in našega jezika in potem ti ljudje lahko z nami skupaj gradijo našo evropsko skupnost. S tem nimam nobene težave, medtem ko nezakonite migracije pa ogrožajo našo skupnost in do njih mora po mojem mnenju veljati ničelna toleranca. Bomo nadaljevali z naslednjo temo, ker se že sama odpira in to samo je odraz tega, kako zelo je pomembna. Dejstvo je, da se Evropa sooča s premalo rojsti, staranjem družbe in pomanjkanjem delovne sile.
Kakšne rešitve vidite na tem področju? Omenjene so že bile migracije, omenjena je bila že družinska politika. Jaz predlagam, da nadaljujemo s tem, da se beseda daje iz leve proti desni, desne proti levi, ker to ustvarja dobro dinamiko debate. Pol bi jaz začela. Ok, dobro. V redu, torej demografija. Ja, imamo negativni prirast, oziroma več ljudi umre, kot se jih rodi, in to so demografski trendi, ki se jih definitivno ne da obrniti čez noč. To je samo čist ekonomsko in naravno dejstvo. Hkrati pa je pomembno vedeti, da v Sloveniji manjka delavcev. Torej, nekje treba te delavce dobiti. En način je definitivno tuja delovna sila, bi pa poudarila, da ogromno tuje delovne sile v Sloveniji že je, torej to ni neka nova ideja. Po drugi strani bi se pa strinjala, da rabimo delati na v bistvu družinski politiki, ampak kaj to za nas v Levici pomeni, je v bistvu to, kar zdaj v realnosti v vladi delamo. Trudimo se za čim več socialnih stanovanj, da bojo mladi se sploh sposobni odseliti proč od doma in začeti družino. Hkrati pa ogromno delamo na odpravi prekarnosti, zato ker prekarne zaposlitve so eden izmed glavnih razlogov, zakaj se v bistvu ljudje ne zaposlujejo na način, ki bi jim omogočal, da lahko zraven vzdržujejo še družino. Torej da, izboljšanje ekonomske situacije mladih in hkrati zaposlovanje tuje delovne sile. Tako bi mi odgovorili na demografski problem, ki ga vidimo trenutno. Hvala. Izvolite. Torej, neizpodbitno dejstvo je, če pogledamo, koliko mladih imamo med 0 pa 25 let, pa koliko med 25 in 50, da v Sloveniji brez priseljevanja čez 25 let bomo imeli 270 000 manj delovno aktivnih ljudi. To pomeni, ne samo, da ne bomo imeli zdravnikov in učiteljev, to pomeni, da naša podjetja ne bodo imela zaposlenih, to pomeni, da ne bomo več mogli vzdrževati te blaginje. In s tem se moramo začeti ukvarjati. Zdaj pa vprašanje, kako. Prva stvar je, gledajte, ko je prišla ta vlada, ki je zdaj na oblasti, je ukinila urad za demografijo, ker to njih ne zanima. Čeprav Evropska komisija je pa predlagala dobro rešitev, da naj imajo države članice celo ministrstvo za demografijo. Sam predlagam, da bi ministrstvo za solidarno prihodnost, katere izkupiček je trenutno ničelen, spremenili v ministrstvo za družino. O tem se moramo začeti pogovarjati. Druga zadeva, ki je pa začasna, seveda, so pa zakonite migracije, kot sem prej omenil, ampak na način, da izberemo ljudi in jih pripeljemo sem, jih tudi ustrezno integriramo, morda celo, da ustanavljamo v tretjih državah neke univerzitetne kampuse in na ta način tem državam pomagamo, ljudi tam že izobrazimo in te ljudi kot izobražene za dodano vrednostno pripeljemo v našo skupnost. Sam, kot sem rekel, imam mlado raziskovalko iz Pakistana, sem z njo izjemno zadovoljen, gre za izjemno mlado gospo, ki je prišla sem študirana in daje dodano vrednost našemu laboratoriju in tudi naši skupnosti. In preden je prišla sem, je sama izrazila željo, da se želi učiti tudi slovensko. In to je po mojem tisto, na čemer moramo graditi. No, pa ste dobili besedo. Ja, moram reči, da nekaj od tega Evropska unija že dela. Evropska unija je največji financer, predvsem teh mehkih vsebin, kot jim v Bruslu rečemo, torej, da se pomaga državam tretjega sveta z izjemnimi finančnimi vložki, zaradi tega, da se, kot pravlično rečemo, nauči ribiča loviti ribe, ne pa, da jih dobi na ulici. Tisto, kar je pomembno, je začetno zavedanje, da v vseh družbah, kjer se standard dvigne, ali je to v Ameriki, ali je to v Evropi, tudi na Kitajskem se to dogaja, se rodno zniža. In mi moramo seveda delovati na dveh stebrih. Eden je tisti, ki je predvsem s pomočjo migracij, drugi pa je seveda omogočiti mladim do prvega stanovanja, do prve neprekarne zaposlitve. Namreč morate vedeti, da 2/3 mladi ima kot prvo zaposlitev več, se pravi, če 80% mladih gre prvo zaposlitev, dobi prekarno za določen čas. Torej, da imate kot mladi vse pogoje, kot so jih imeli vaši starši, da imate varnost, se pravi socialno in ekonomsko varnost, da se počutite potem dovolj izoblikovane osebnosti, da si lahko ustvarite družino. In večjega recepta ni. Ali imate vi urad za demografijo ali ne, jaz vam lahko rečem še to, dajte se imeti radi in dajte ne bodo ti sadeži vaše ljubezni čim bolj plodni. Ampak dejansko tu recepta ni.
Razen tega, da spodbujamo, bom rekel, medsebojno spoštovanje in ljubezen. Kar nekaj drugih vprašanj bi res odgovoril, ampak sega mogoče v drugo temo. Bilo je menjeno, da Avstrija se počuti ogrožena. Podatek za leto 2022, 147 nelegalnih migrantov iz Slovenije prešlo v Italijo. Si predstavljate, 147 nelegalnih migrantov, zato se Avstrijci počutijo ogrožena. Come on. To je čisto politična okvir delovanja nekaterih politik, zato da preprosto se širi občutek strahu in takrat, ko se je ljudi strah, takrat se da ljudem vladati in to je vsa poanta ozadaj za tem. Ja, tukaj imamo dve stvari. Eno so ukrepi družinske politike, drugo je pa čist okolje. Pa če najprej pogledamo ukrepe družinske politike. To so recimo ukrepi za boljše usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Potem, če pogledamo čist naše vrtce, zdaj je tako, da morajo starši zjutraj, recimo, če oddajo otroka ob 8, morajo pol popoldne zelo laufati, da prav čas pridejo v vrtec, potem, ko končajo službo, rečemo, če so prišli 7:45 v službo, grejo 4:15 službe, pa morajo zelo laufati, da pridejo prav čas v vrtec, poberejo otroka, da grejo domov, zato ker je lahko otrok samo zelo omejen čas v vrtcu. In to je že en tak ukrep, ki bi ga v Sloveniji definitivno mogli spremeniti. Potem pa so še stvari, kot je recimo daljši očetovski dopust, materinski dopust imamo zelo lepo urejen, 1 leto, to v bistvu, mislim, da nikjer v Evropi nimajo tako fajn. In tukaj sem zelo vesela, da je naš minister v prejšnji vladi, Janez Cigler Kralj, zelo veliko delal na tem in da je tudi se začel ukrep, ki je drugi otrok v vrtcu, je v bistvu brezplačen in pa pol tretji in vsi nadaljni. Imeli smo pa tudi en zakon že v pripravi in je bilo zelo zanimivo, da v času naše prejšnje vlade je bila Levica absolutno proti, vložila je posvetovalni referendum, pa ko so pa sami prišli na ministrstvo in začeli voditi ta resor, so pa iz predala potegnili točno naš isti zakon in ga sprejeli. Hvala za to, da se kje tudi najdemo, ampak ne vem, zakaj je bilo treba biti proti takrat, ko smo bili pa mi na oblasti. Potem pa še druga stvar. Zdaj ti ukrepi so sicer zelo fajn, ki sem jih naštela, ampak obstajajo raziskave, da niso dovolj, da zelo malo pomagajo dejansko pri demografiji. Največ pomaga okolje. Kaj to pomeni? Se pravi, to pomeni, ali smo mi kot družba taki, da sprejemamo življenje. Ali smo taki, da bomo sprejeli kakršnokoli življenje, ki se nam rodi, ali ga bomo zavrgli. In tukaj moramo pa kot Evropa in kot Slovenija še veliko narediti. In žal moram reči, da grejo stvari v zadnjem času v nasprotno smer, ker veste, da imamo 8. marec, ki propagira kampanjo za splav po vsej Evropi in na drugi strani imamo posvetovalni referendum o evtanaziji. To so stvari, ki gredo v nasprotno smer. Gospod Grah, boste vi želeli besedo, pa je pa še vedno možnost replik. Oprostite. Gospod Grah, vi in pol replike. Zelo me veseli, da tudi z druge strani prihajajo določene pobude in verjamem, da bodo tudi podprli potem, ko bo, oziroma če bo, ko bo se vlada odločila, da mogoče s katero državo, ki ni v Evropski uniji, podpiše pogodbo, da pridejo delavci, ker le te nujno potrebujemo. Se pa strinjam, da moramo po slovenski tudi za naš narod. In to, kar je povedala Katja, je pravzaprav res. Ustvariti moramo okolje, kvalitetno okolje za mlade družine, da se bodo lahko usklajevali tako z delovnim časom, kot s prostim časom, z otroci in le tako lahko ustvarimo oziroma izboljšamo tudi demografsko krivuljo. Nikakor pa ne zagovarjam, da bi šli po smeri subvencioniranja večjih družin, to moram poudariti, ker se mi zdi, da se to po svetu večkrat tudi zlorablja in sem vsaj osebno zelo nasprotnik tega. Še enkrat bom poudaril to, kar sem že prej. Če bomo spostavili primeren sistemski integracijski sistem, ne vidim nobenega problema, zakaj ne bi sprejeli tudi ljudi iz drugih celin in na ta način lahko potem živimo eno drugačno življenje. Živel sem sam tudi na Dunaju, ki ne slovi kot avstrijsko mesto, ampak je dejansko mednarodno mesto z vsemi kulturami, z vsemi religijskimi, verskimi pripadnostmi in tako dalje. Tako da verjamem, da takšen svet lahko obstaja. Oprostite, gospod Grah, bi sam pojasnil, kaj po vašem mnenju, koliko je otrok večja družina? Ni relevantno. Subvencije ne bi smeli. Ne, samo da bi pojasnil, koliko je to večja družina, 4+, 10+. Mislim, da je to odločitev vsakega posameznika. Za mene je
Vsak posameznik bo rekel, kakšno družino želi imeti in koliko otrok želi imeti v tej družini. Dobro, izvolite. No, jaz sem že prej omenila, ne rabimo boljšo družinsko politiko in treba je ločevati, da to ni sociala. Družinska politika pa socialna politika sta dve različni stvari in tukaj rabimo mi izboljšati družinsko politiko. Rabimo poskrbeti, da se bojo ljudje odločali prej za otroke, pa za več otrok. S tem se strinjam tukaj, da je treba tako okolje vzpodbuditi. In ena od teh stvari je bila že prej omenjena, tukaj pa se strinjam z Levico, rabi se stanovanja. To je problem. V Sloveniji se mladi osamosvajamo zelo pozno. Mislim, da na zadnje, kar sem brala, je bilo okoli 30 leta. Da okoli 30 leta povprečen Slovenec živi doma. In ja, en del je tega, ker lahko vam povem osebno izkušnjo, so plače. Jaz sem po končanem magisteriju, narediš faks, magisterij, sem se zaposlila najprej na Ministrstvu za zunanje zadeve. Tam hočejo drugo bolonjsko stopnjo, hočejo, da govoriš tekoče 2 tuja jezika plus slovenščino, hočejo imeti nekaj že mesecev izkušnja na let in na koncu plača pride neto na račun s prevozom in hrano je bilo 1050 evrov. Potem, ko narediš cel faks in vse skupaj. In zdaj, če ste zadnje čase pogledali tudi cene najemnine, oddaja se vse živo. Od kleti sem že videla, garaž, vse. Zdaj ta vlada ni zgradila niti enega novega stanovanja, obljubljeno nam jih je bilo 30 000. Potem se je to spremenilo 2000, pa je potem predsednik vlade Golob Hiter ministra Mesca popravil, da je mislil 3000, če ste gledali tisto novinarsko konferenco. Ampak hočem pa tudi reči, da potrebuje se tukaj plačna reforma, pa še nekaj drugega je, okolje se je treba spremeniti. V Sloveniji mi ne privabljamo podjetij določenih industrij. Mene je zelo zanimal consulting, naprimer. Tega v Sloveniji skoraj ni. Moraš iti ali v Zagreb, v Beograd, Budimpešta pokriva Ljubljano, naprimer. Bančništvo, če te zanima, ne samo na ravni Slovenije, je zelo težko dobiti službe na teh področjih. In to je zaradi tega tudi zaradi naše zakonodaje, zaradi birokracije, ki imamo. Jaz vem, da je hotel Starbucks priti v Slovenijo. Sephora je hotela, se mi zdi, da sem brala, priti tudi v Slovenijo, pa se jih ustavi. Ampak to so podjetja, kjer bi lahko tudi mi pol mladi gradili naprej kariero. To so podjetja, ki lahko ponudijo nam tudi višje plače. Tako da nekaj je plačna reforma v Sloveniji, ampak tudi drugo. Ampak tukaj pa, da zaključim, se strinjam, rabimo več stanovanj, rabimo poskrbeti za več priložnosti za mlade, da se bomo prej osamosvajali, pa da bomo potem lahko si prvoščili tudi imeti družino in otroke prej. Tukaj pa jaz absolutno podpiram tudi spodbude za rojstvo otrok in za velike družine. Hvala. Replika? Mogoče bom poskušal biti čim krajši, ker je ena replika overall za vse. Vam bom samo svojo izkušnjo delil z vami. Eno leto sem živel v Belgiji skupaj z takrat enoletnim otrokom, za svojo malo družinico. Torej sem na lastni koži doživel razlike, ki so med Belgijo, ki velja eno od bogatejših svetovnih držav, ali pa Slovenijo. Moja služba mi je tudi omogočila, da sem veliko prepotoval in videl kar nekaj držav in kultur, ampak Slovenija je zakon. Resnično, tudi za družine, tudi za mlade družine. Mogoče res, vrtec, to čutim vsak dan, bi lahko bil trajal dlje kot 8 ur. V Belgiji recimo vrtec Evropskega parlamenta ima možnost odprtih vrat 12 ur, da vzameš otroka, greš z njim na kosilo, ga ponovno vrneš. Ali pa Belgija ima eno izjemno stvar, ki jim zamidam, to je, da imajo izjemno dober zdravstveni sistem. Ampak to je pa tudi vse. Hrana, voda, varnost, čist zrak, kar se vam zdijo zadeve samoumevno, to, da jeste jabolko iz vrta, to je izjemno. In ko si boste ustvarjali družino, boste želeli bolj kot visoke plače imeti redno plačo in da vam bo država omogočila tudi aktivnosti, ki mogoče so neplačljive, kajti na zahodu ali pa na severu je vse to treba salomensko plačati. In čisto zadnja beseda, nič ti ne pomaga 5000 evrov plače, če imaš 6000 evrov stroškov. Izvolite, gospod Gregorčič. Samo ena kratka misel, ker smo že na tem področju. Jaz sem oče 4 otrok, prvega sem imel pa 24, četrtega pa 31. Spodbude so dobrodošle in jih podpiram, ampak odločitev za otroke je vedno odločitev za življenje. In meni nikoli ni bilo žal, da sem imel 4 otroke, da jih imam, in vsem vam polagam na srce, ko se boste odločili za otroke, zgrabite z obema rokama, to je nekaj najlepšega, kar se v življenju zgodi. In če se vam zgodi, ko ste mladi, imate dovolj energije za z njimi biti, ker potem, ko rata človek star, je to malo večja težava, ampak še vedno lepo. Tako da to je moja spodbuda, se pravi, 24 let sem imel prvega, 31 let zadnjega in nikoli mi ni bilo žal za to. Pa 4 so. Izvolite. Jaz bom imela zelo kratko repliko in to je na pomembnost okolja za velike družine.
rada bi, da v bistvu je jasno, da je razlog, zakaj imamo težave z rojstvi, to, da obstaja družbena neenakost in pravica do splava absolutno ne ogroža velikih družin in ne povzroča demografskega problema. Tukaj je ena jasna črta, ki jo hočem začrtati. Z Levico splav absolutno podpiramo in pravica ženske do samoodločanja o njenem telesu je nekaj, kar nam je izjemnega pomena. Hvala. Tudi jaz bom zelo kratek in upam, da veste, koliko je, oziroma če ne, pa bo vaš predsednik vedel, koliko stanovanj ste zgradili v prejšnjem mandatu. Je pa en velik problem. V 30 letih ni noben se ukvarjal z umeščanjem v prostor. In to je bil ključen problem tega. Ta vlada se sistemsko s tem zdaj ukvarja, govorim vlada, ker se vse 3 koalicijske stranke s tem ukvarjajo in to je bilo rečeno takoj na začetku mandata. Ko se bo umestilo v prostor, je pa dosti lažje graditi in na koncu mandata bo to tudi vidno. Bi kar nadaljevali z naslednjim vprašanjem. Katere vire energije potrebuje EU, da bi ostala gospodarsko konkurenčna? Kako to morda vidite v povezavi s transportom in zelenim prehodom? Sam vidim eno glavnih krivcev za blozo EU v Nemčiji. Nemčija je imela jedrske elektrarne, jaz sem fizik in jaz verjamem v jedrsko energijo. Gre za varno energijo, brezogljično energijo, ki proizvede izjemno malo odpadkov. Se pravi, za celo življenjsko dobo jedrske elektrarne rabite skopati luknjo, ki je 50 metrov široka in 200 metrov globoko, vse imate noter. Če imate termoelektrarno, imate cele tovornjake pepela, ki je radioaktiven, ker imate naravno radioaktivnost in se vam iz celega drevesa stisne v eno majhno pikico. In zdaj, kaj je naredila Nemčija? Ugasnila jedrske elektrarne, šla na sonce, veter. A veste, kdo ima ene največjih izpustov CO2? Ja, Nemčija. Zakaj? Zato, ker ko sonce ne sije, ko veter ne piha, oni kurijo premog. Tako da sam vidim prihodnost v jedrski energiji, ki jo lahko seveda kombiniramo z obnovljivimi viri energije, moram pa se tudi zavedati ene druge stvari, ko govorimo o ekologiji. Zdaj nekako se upokojuje prva generacija vetrnic, 30 let so stare. A veste, kaj naredijo s tistimi velikimi elisami, 30 metrov so dolge? Zakoplje jih v zemljo, ker jih ne znajo razgraditi, ker gre za epoksi smolo zvezano, se pravi, z steklenimi vlakni, to je izjemno trdo, tega ne morete skurt rabiti narediti kosmiče in vam polomi železne mline in tukaj šele iščejo tehnologijo. Človeštvo bo zagotovo tudi našlo ta odgovor, pa vendarle ne smete gledati samo zadev skozi CO2, gledati morate celostno od proizvodnje do na koncu odpadka, ki ga proizvede tudi recimo vetrnica. Kaj se zgodi s sončnimi celicami. Vse to je super, ampak te zadeve je treba vzeti za nekim zdravim razumom in predvsem pa mislim, da rabimo za blaginjo zagotavljati stabilno energijo na tisto, kjer se lahko zanesemo, energijo rabimo tako po dnevi kot po noči in naša blaginja, naša civilizacija je napredovala takrat, ko smo dobili dovolj energijo v dovolj veliki meri. Energija. Zeleni prehod za izjemno finančno injekcijo je lahko izjemna priložnost. Tisto gospodarstvo od 3 velikih, ki bo sposobno to hitrejše, najbolj učinkovito narediti in to tudi na socialno pravičen način narediti, tista bo dejansko vladala v naslednjem desetletju ali pa naslednjih desetletij, ko govorimo o gospodarski moči. Jaz sem razumel, da v Sloveniji obstaja družbeni in politični konsenz za izgradnjo drugega bloka JEK. Torej, s tem tudi jaz soglašam. Jaz vidim v jedrski energiji ravno tako kot kolega pred menoj za alternativo in varno obliko pridobivanja energije, ki bo seveda ohranilo slovensko gospodarstvo konkurenčnejše, zaradi tega, ker bomo pridelovali lastno, ne bo potrebno uvažati drug tujega. Seveda ob dodatku izkoriščanja naravnih virov, seveda, tako sonca kot vetra, ampak moramo razumeti, da nismo vse države EU v položaju, ko lahko izkoriščamo 365 dni na dan sonce, kot recimo Španija ali pa Portugalska ali pa nekatere države zaradi njihovih postranosti, predvsem ko govorimo o Severnem morju, ko koriščajo veter. Torej ena zdrava kombinacija zaradi tega, da bo naše gospodarstvo konkurenčno z ostalimi, seveda za izjemnim vložkom v inovativnost. Tukaj se Evropska unija izpostavlja predvsem za tako imenovanimi malimi modularnimi jedrskimi elektrarnami v velikosti takšne sobe bomo lahko generirali energijo za celotno mesto Ljubljana, na primer. Na tem se veliko dela, ampak rabimo še nekaj časa. Torej, vlagati v inovacije, zato da bomo znali pridobiti na čim bolj zeleni način in ohraniti in vzdrževati energijo. Absolutno.
Pri zelenem prehodu, da se ne bomo ponavljali z jedrsko energijo, tudi mi v NSE podpiramo. Ampak pri zelenem prehodu imamo tudi še en vidik. EU je šla zelo skoraj na glavo, bi rekli, v ta zeleni prepad včasih, ker so omejitve, ki smo si jih sami sebi zadali, v bistvu take, da delamo praktično strelo v koleno. Kaj mislim s tem? Po eni strani, veste, mogoče, da smo do leta 2035 rekli, da ne bo več v bistvu možno prodajati avtomobilov z notranjim izgorevanjem. Se pravi, to je zelo hitro že, da bi imeli v bistvu samo električne avtomobile nove. Ampak, a je to res možno? Prej je že gospod Gregorčič govoril o jedrski energiji. Zdaj, če se mi predstavljamo, da damo praktično vse avtomobile na elektriko, da vedno več gospodinjstv tudi gre na toplotne črpalke in take stvari, to pomeni, da rabimo zelo, zelo veliko energije. Lahko rečemo krat 2 ali pa celo krat 3. In to pomeni, da bi mi že leta 2035 rabili imeti zgrajeno recimo eno tako jedrsko energijo, jedrsko elektrarno še eno. Ampak glede na to, da se zdaj šele pogovarjamo o tem in da so to projekti, ki trajajo tudi tako 15-20 let, ne bomo mogli tako na hitro narediti tega zelenega prehoda. Še druga stvar, ki je, so pa tudi različne omejitve, ki jih v bistvu postavlja Evropska unija, tako podjetjem kot recimo kmetijstvu. In samo to bi zaključila, kaj nam pomaga to, če recimo našim podjetjem omejimo delo, zato ker rečemo, recimo, nočemo imeti neke težke industrije in tako naprej, ampak na trgu ni alternative za to. Se pravi, nekega izdelka se ne da izdelati na drugačen način. In potem gredo podjetja samo pač, rečejo, če EU ima neke zahteve, ki jih ne moramo izpolniti, gremo pa pač na Kitajsko. Ampak na koncu toplogrednih izpustov pa na ta način nismo rešili, ker zato je pa treba gledati cel svet. Hvala. Zdi se mi, da na tej temi se v bistvu še najbolj strinjamo do zdaj, kar je pa tudi lepo videti. Rekla bi 2 stvari. Prva, v bistvu preobrazba energetskega sektorja je lahko pravična in kvalitetna, samo če so energetski sektorji v javni lasti. V Levici smo prepričani, da v bistvu vse storitve, ki so za državljane nujno pomembne, morajo biti v državni lasti. In to je neka stvar, ki smo jo videli definitivno tudi zdaj, odkar je Rusija napadla Ukrajino. Stvar, ki bi jo mogoče še poudarila, je, da v bistvu trenutek ekološke reorganizacije, ki se bo zdaj zgodil, je res, res dobra priložnost za izboljšanje ekonomske neenakosti. Torej, to je priložnost za neko pravično porazdelitev, to je priložnost, da se obdavči bogate, to je priložnost, da v bistvu levji delež cene in stroškov zelenega prehoda nosijo največje korporacije in definitivno ne delavci. Tako da to je ena stvar, ki se nam zdi v tem primeru zelo pomembna. Glede transporta, mislim, da še noben ni nič rekel. Transport je tema, ki v Sloveniji zelo peša. Zdi se, da je absolutno treba vlagati veliko več denarja v javni prevoz in železnice in tudi spodbujamo, da se na evropski ravni ustvari nek evropski sklad za financiranje vključevanja držav iz periferije v nek bolj efektiven železniški sistem v Evropi. Hvala. Ja, jaz se strinjam s tem, kar sta Katja na tej strani pa Peter že povedala. Bom pa rekla, da zeleni prehod mora biti razumen in ne sme biti ovira na poti k našemu uspehu, ampak mora biti nekaj, kar nam pomaga. Jaz se strinjam, da je treba investirati tukaj v nove tehnologije in tako naprej. Bi pa tukaj upozorila, pri zelenem prehodu, pa velikrat se tudi mi na desni poslušamo kritiko, da nismo ravno okoljevarstveniki. To ni res. Ravno konzervatizem je bistven sestavni del, bi jaz rekla, desnice. Vsi si želimo živeti v čistem okolju, ampak se je pa treba zavedati, da tukaj ne smemo padati na marketinške trike, ampak je treba najti dolgoročne rešitve. In zdaj, če vam dam čisto konkreten primer, pred leti, ali bilo leta, že mogoče par mesecev, je bila tista velika gonja proti plastičnim slamcam. Vsi smo se pogovarjali samo o plastičnih slamcah, treba je to prepovedati. In se je prepovedala. Ampak, a je to rešil dejanski problem? Nehali se o tem govoriti, ampak
naša morja niso več onesnažena. Jaz glih zdaj, ko je bila velika noč, sem šla v trgovino in so prodajali barve za pirhe in sicer čebulne ovitke. In so bili 1 kila čebulnih ovitkov zapakirana v plastičen ovoj. Pa še ta kila čebulnih ovitkov je stala več kot kila čebule. Ali pa naprimer pomaranče se vidi, ne? Sem videla že v trgovinah olupljene pomaranče pa zapakirane v plastiko. Ali pa vem, da v Belgiji, če kupaš organsko kumaro, je vsaka kumara posebej zavita v plastiko. In jaz hočem reči, mi tukaj poudarjamo dolgoročne rešitve, trajnostne rešitve. Ne? Plastika ni sama po sebi problem, če jo recikliramo, če bi dajali spodbude podjetjem, ki bi uporabljala reciklirano plastiko. Ne, da bi kaznovali tiste, ki ne, ampak če ti narediš ekonomski smisel podjetjem, da se jim splača ali ne uporabljati plastike, oziroma uporabljati reciklirano plastiko, in s tem ti zmanjšaš odpadke. In velikokrat pač iz leve strani poslušamo neke, bom rekla tako, marketinške kampanje, ki trajajo par mesecev, kakor je bila ta za slamce, ampak dejanski problem pa obstaja. In na desnici se borimo za dolgoročne rešitve, ki bojo dejansko nekaj naredile. Ne pa rešitve čez noč, takrat, ko so volitve, kakor smo videli tudi zdaj, kar se počne s 3 izsiljenimi referendumi na dan evropskih volitev, ampak na dolgoročne rešitve, čeprav to zahteva več energije pa več truda. Gospod Grah, ali pa replika? Pa smo že mislili, da se na načelni ravni strinjamo glede zelenega prehoda. Strinjam se z večino sogovorcev, da je potrebno zeleni prehod hitro, predvsem pa učinkovito, ne pa samo na račun državljank in državljanov Evropske unije izpeljati. Priložnost oziroma prihodnost je zagotovo v tem, kar smo danes že večkrat slišali, to so inovativne zelene tehnologije in mislim, da moramo na tem vztrajati. Da pa se ne bom ponavljal, tudi sam podpiram jedrsko energijo, zagotovo tudi v Sloveniji pod določenimi pogoji. Strinjam se, da bomo o tem morali odločiti na referendumu, ko bomo imeli dovolj podatkov, dovolj izračunov, da bomo imeli na podlagi nečesa se odločiti. Predvsem pa si kot mlad predstavnik želim to, da se v tej zgodbi ne bo ponovil tudi T6. To si pa tudi moramo povedati. Upam, da mladi veste, kaj se je tam zgodilo. Bom pa rekel tako. Do leta 2050 naj po nekaterih predvidevanjih ne bi bilo več neoporečne vode. Naj bi se morje segrelo do te mere, da ne bi bilo povratka. Zato se jaz ne sprašujem, s katerim avtomobilom se bom leta 2030 peljal, ampak mislim, da se moramo takšna vprašanja dolgoročno postavljati in se na njih dobesedno zavzemati. Znotraj te kampanje dobivam večkrat vprašanje, ali se nam zdi zeleni evropski dogovor vzdržen. Meni je to vprašanje absurdno in ga postavljam vedno nazaj, ali se vam zdi onesnaževanje vzdržno. Pa bom tukaj končal. Hvala, gospod Nemec ima repliko, če vi boste tudi imeli repliko. Mene so te slamice navdušile. No. Jaz sem prepričan, da to ni bil PR in da je izjemno učinkovit način, ne samo slamice, tudi vilce, krožniki in vse, kar je bilo takrat na teh piknikih in dejansko ta mikroplastika, da danes jo pijemo že v ustekleničeni vodi in se mi zdi to zelo dober ukrep. In takšnim moramo slediti, da dejansko približamo naravo nam ljudem in da se začnemo obnašati kot odgovorni državljani, da ne bomo tega sveta pojedli, ampak ga bomo pustili tudi za naše zanamce. In to je ključno vprašanje. Takrat, ko bomo doživljali naravne spremembe in spomnite se samo na lanske poplave ali pa na predlanski požar, takrat se spomnite in vprašajte se, kaj lahko kot posameznik naredim. Ogromno lahko naredim. V mojem otroštvu, v moji vasi ni bilo kontejnerjev za ločevanje smeti, je bila ena jama, kamor smo metali vse, kar nam je prišlo pod roke. Takšno je bilo moje otroštvo. Vaše je, hvala Bogu, bistveno boljše. In jaz bi si želel, in zdaj vam to polagam na srce, da razumete, da lahko spreminjate svet. Zelena agenda je najvišje pozicionirana v Evropski uniji. Zakaj? Zaradi vas, mladih. Zaradi vaših petkovih projektov ste uspeli priti z vašimi vsebinami na najvišje politične agende. In to vas spodbujam tudi v bodoče. Imamo prijavljene že nove replike. Izvolite. Prej smo slišali glede prognoze, glede okoljskih sprememb. Jaz se z njimi strinjam, ne strinjam se pa z rešitvami. Bom pojasnil zakaj. Poglejte podatke. Evropska unija ustvari v svetovnem merilu 7 do 8% CO2 izpustov. Kitajska čez 20, ZDA čez 35. Mi se lahko ugasnemo in okolja ne bomo rešili.
Skratka, kaj moramo mi, ampak bomo pa uničili naše gospodarstvo. Mi imamo samo 5,6% svetovnega prebivalstva. Če nismo gospodarsko močni, mi nismo igralec. Mi moramo ostati gospodarsko močni najprej in potem postati pomemben igralec multipolarnega sveta, da bomo prav na tem, na čemer je utemeljena Evropa, na spoštovanju človekovega dostojanstva, na razsvetljenstvu, s tem nekako prepričali tudi druge velesile, da bodo igrale to igro z nami. Sicer mi okolja pač rešili ne bomo, ker mi lahko zmanjšamo izpuste CO2 samo za 8%. In potem mi umremo, svet pa se bo še vedno naprej globalno segreval. In to po mojem ni rešitev. In druga zadeva, ki bi rekel, Evropa temelji napačno na prepovedih. Prepovedali so prodajo avtomobilov na benzin ali dizel. Glejte, nihče od nas se danes sem ni pripeljal s kočijo, čeprav je noben ni prepovedal. Zato, ker pač mi moramo vlagati v razvoj, ko neka tehnologija dovolj dozori, bo povozila staro, nobene prepovedi niso potrebne. Prepovedi so pač nekaj, kar je po mojem Evropa totalno zašla. Dobro, potem pa vi. No, kar se, jaz hočem samo prej reči, ker je bil komentar, da ni važno, s katerim avtom se bomo vozili. Ne? Čeprav velikokrat govorite o neenakosti, ne? Ampak veste, koliko dragi so električni avtomobili. In koliko hitro zgubijo na vrednosti. Ti kupiš avto veliko hitreje kot katerikoli navaden avto. In poleg tega so veliki problemi tudi z baterijami. Mislim, da je o tem bilo že prej govora, ampak baterije pri električnih avtomobilih so izjemno problematične. Tudi ne vemo, kaj bomo z njimi naredili, ne moramo jih reciklirati in tako naprej. Zeleni prehod, ja, vsi si želimo živeti v čistem okolju. Verjamem, da se tukaj lahko strinjamo, ne glede na to, iz katere politične stranke prihajamo. Ampak treba je tudi poskrbiti za to, da bojo ljudje vzdržali, da bojo naši kmetje vzdržali, da bodo srednja velika podjetja, da bojo mala podjetja, da bo podjetništvo vzdržali, da bomo ljudje lahko živeli v tem svetu. In to je, kar mi zagovarjamo. Ja, gremo v zeleni prehod, gremo v čisto okolje, ampak naj bo razumen, naj ima v mislih dejanske potrebe ljudi, dejansko realno situacijo ljudi. Izvolite. Ja, jaz sem tukaj v bistvu kar navezala na Zalo glede kmetov. Torej, kar smo videli, da se je zgodilo, je, da je v letošnjem letu bilo ogromno protestov kmetov in tako kot v Bruslju, kot v drugih evropskih glavnih mestih. In kot odgovor na to je potem v bistvu Evropska komisija, ki jo vodi Ursula von der Leyen, pa tudi parlament, nekako se je dosegel to, da je postal evropski zeleni prehod nekako razvodenel. Torej, umaknili so neke člene, še posebej v povezavi s pesticidi, se mi zdi, zato da so v bistvu zadovoljili kmete in njihovo kritiko v tem primeru. Kar bi jaz rekla je, da v bistvu to ni bil pravi način. Sama CAP, torej Common Agricultural, kmetijska politika Evrope je zgrešena v drugih pogledih. 80% vseh subvencij iz tega ogromnega bazena denarja gre največjim kmetom. In to je ena stvar, ki jo mi definitivno v Levici želimo obrniti. Mi se zavzemamo za to, da bo šla večina tega denarja, ki predstavlja največji del evropskega budžeta, malim in srednje velikim kmetom, ki pridelujejo lokalno, zdravo, ekološko hrano. Hvala. Prosim. Zadnja replika, pa nadaljujemo. In tu je priložnost za Slovenijo, ker velikih kmetov nimamo. Prihajamo v zadnji del naše okrogle mize in moje vprašanje je, kakšno vidite Evropo v prihodnosti na področju širitve in moči v svetu? Bom kar jaz kot prvi, malo me čas preganja, ne boste verjeli, moram iti v vrtec po otroka do 4. Ampak kakorkoli, ja, zunanja politika je nujna. Slovenija, praktično vse politične skupine razumemo, da je širitveni proces nujen, tudi strateškega pomena za Republiko Slovenijo, predvsem, ko govorimo o Zahodnem Balkanu. Seveda želimo vsem 6 državam ponuditi enake možnosti, kot smo imeli mi, predvsem pa zato, da zagotavljamo mir med narodi, ki so bili že prevečkrat sprti tudi v tem delu Evrope. In zato je zelo pomembno. Seveda za nas je pomembno tudi zaradi gospodarstva. Naša podjetja so bila prisotna že zadnjih 80 let na teh trgih in so izjemno dobro prepoznavna. Ko se soočam s kolegi, ki so skeptiki glede širitve, namreč v nekaterih državah so še vedno izjemno skeptični do tega procesa, kajti ta proces ustvarjanja Evropske unije se še ni zaključil. Vedno rečem in jih vprašam sledeče. Če ne bi prišlo do politične odločitve, da bi danes imeli Romunijo in Bolgarijo v Evropski uniji, si predstavljate,
s kakšnimi geopolitičnimi težavami bi se na tem modelu Evrope ukvarjali v tem trenutku zaradi neposrednega vpliva, ki bi ga Moskva gotovo imela v teh državah. Tako da, kot primer. V drugi strani generira sodelovanje med sprtimi. To smo doživeli sami Evropejci in to je tudi nauk za zahodno-balkanske države. Evropska unija seveda mora temeljiti seveda na solidarnosti, na spoštovanju, na vrednotah. Vladavina prava je ključna. Zakaj? Zaradi tega, ker v zgodovini je argument moči prevladal nad močjo argumenta. In zato je ključno za majhne narode, da ohranimo ta svet, ki bo temeljil na vladavini prava. Zato, da bomo tudi mi kot narod znotraj te poplave velikih držav obstali. Izvolite. Ja, tudi mi v SDS-u podpiramo širitev, podpiramo evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. Tukaj se mi zdi pomembno izpostaviti ena stvar, ki včasih, ko govorimo o Zahodnem Balkanu, pozabimo, da ko ga spustimo noter, je smiselno, da gre hkrati, ker drugače se bojo te države med sabo blokirale, pa bomo odprli še neki čisto novo problematiko, zaradi tega, ker za širitev Evropske unije pa rabiš soglasje vseh držav članic. Kar se tiče ostalega, Evropska unija mora biti močna, mora nastopati enotno. Jaz tukaj mislim, da je izjemno zelo dobro nastopila, kar se tiče vojne v Ukrajini. Imeli smo enoten odziv, močen odziv in tukaj ne sme biti popuščanja. In isto, vidimo, kaj se dogaja po celem svetu. Evropska unija skupaj kot združenje, kot skupnost vseh držav mora biti pomemben mednarodni igralec. Tukaj na mednarodnem parketu se ukvarjamo z BRICS-om, to so države Brazilija, Indija in tako naprej, Kitajska, se širi. Imamo Združene države Amerike, zdaj bomo imeli volitve jeseni v Združenih državah Amerike, dogajanje tam seveda vpliva na dogajanje po celem svetu, tako da mi moramo tukaj imeti odločno zunanjo politiko, moramo vedeti, kaj so naše vrednote in spet smo nazaj pri vrednotah, pri vprašanju, s katerim smo začeli. Moramo se boriti za svoje krščanske vrednote, moramo vedeti, zakaj stojimo in edino tako se lahko potem obnašamo tudi na mednarodnem parketu. A še enkrat pa jaz tudi srčno upam, da bo demokracija obstala. Zdaj vidimo, da v nekaterih državah po svetu imamo probleme s tem, ampak tukaj s tem, kar sem začela, čisto na začetku rečem, moramo iti naprej, moramo se boriti, vse pride na koncu do naše identitete, do naših vrednot, ampak jaz verjamem, da bomo na teh volitvah 9. junija slavili zmago desnice in naših vrednot. Zagotovo podpiram ta projekt Evropske unije, ki ga tako poimenuje enlargement, kot povečevanje članic, vendar se moramo zavedati, da tukaj nismo naredili vseh korakov. Kot politolog vedno poudarim, da Severna Makedonija, danes Severna Makedonija, je na tej poti že mnogo predolgo. Za njih niso bili, oziroma še vedno niso isti kriteriji, kot pa mogoče za katere. Zato nikakor po drugi strani ne podpiram tega, da bi po hitri poti vključili v Ukrajino ali bodisi katerokoli drugo državo. Ker zavedati se moramo, ko vstopaš v Evropsko unijo, se odrekaš določeni suverenosti, omejeni suverenosti, sprejemaš neka nova pravila, zato je potrebna tudi politična modrost. Ker če te politične modrosti ni, lahko pride prav do tega, kar se je zgodilo v primeru Velike Britanije, kjer ne ena ne druga stran ni bila pripravljena sprejemati določenih kompromisov. In mislim, da je to edina pot, da vsi po istih pravilih vstopajo, zagotovo se pa moramo širiti in ne nazadnje tudi predvsem v tej vladi s projektom in začetnimi pogajanji Bosne in Hercegovine smo tudi na to podstopili in se za to zavzemamo. Izvolite. Jaz bi tukaj poudarila še mogoče to, da je treba res Ukrajini pomagati in jo podpirati. Zakaj to poudarjam? Ker se zmer več vidim, da se tudi v Sloveniji širi neka ruska propaganda, bomo rekli v smislu, pa kdaj bo že konc te vojne, ne, pa itak je brez veze zdaj, da mi se karkoli še vmešavamo tam, zato ker na konc bo pa to še prišlo do nas in tako naprej. Pa zakaj bi mi sploh mogli tam v Ukrajini, ki se niso povezani z nami. To so zelo nevarni argumenti. Bom povedala zakaj.
Ukrajina s tem, ko se bori proti Rusiji, se v bistvu bori za svojo recimo zahodno perspektivo in za vrednote demokracije in samoodločbe tega, da pač država, ki ima neke mednarodne priznane meje, da znotraj njih tudi izvaja, se pravi, svojo državnost. In da ne more kar neka država se v 21. stoletju spomniti in jo napast in gre to kar mimo. Tako da s tem, ko Ukrajini pomagamo, da tudi brani naše vrednote. Ker veste, da Evropska unija želi iti v Evropsko unijo, da se želi tudi NATO približevati in mi, ki smo del tega bloka, jo absolutno moramo podpirati pri tem. Še vaš odziv in pa gospoda Gregorčiča, na to pa še eno vprašanje, pa vsi dijaki, lepo prosim, pripravite vaša vprašanja. Najlepša hvala za to istočnico, Katja. Rada bi rekla, da to, da imamo pomisleke oziroma preuprašujemo način, kako smo vključeni v vojno v Ukrajini, ne pomeni, da smo pod vplivom ruske propagande. Tako kot kritiziranje tega, kar dela Izrael v Gazi, ne pomeni, da smo antisemiti. Jaz mislim, da so to zelo nevarne obtožbe, ki v bistvu vzamejo proč od nas neko možnost za kvaliteten dialog in razglabljanje o tem, kaj bi bila zdaj v Ukrajini najbolj pametna pot in kako lahko mi najbolj podpremo ukrajinsko ljudstvo. Dejstvo je, da je ogromno ljudi umrlo, da ogromno ljudi umira v Palestini, da ogromno ljudi umira v Ukrajini in da je umrlo ogromno ruskih vojakov. Ogromno. Stvar je v tem, da če se ti pripravljaš na vojno, če ti spodbujaš ta nek dialog, to neko narativo v Evropski uniji, da se mi pripravljamo na vojno, boš na koncu vojno dobil. To se mi zdi ena stvar, ki se je zelo pomembno v bistvu zapomniti. Če se pripravljaš na vojno, boš vojno vedno dobil. In mislim, da je čas, da v bistvu sprejmemo neke alternativne poglede ali pa se vsaj o njih pogovarjamo o tem, kaj se dogaja z oroževanjem Evrope in kako smo se znajdeli v neki situaciji, da je v bistvu več orožja, več nakupov orožja zdaj, kot jih je bilo na vrhuncu hladne vojne. To se nam zdi izjemno zaskrbljujoče. Izvolite. Jaz bi, tako kot ostali, tudi podpiram širitev Evropske unije. Mislim, da je nujna, ker če na ta ozemlja se ne bo širila Evropska unija, ne bomo širili naših vrednot, se bo širil nekdo drug, širil se bo Putin in širila se bo Rusija. Širili se bodo avtokrati, ki živijo v naši bližini. Njihov interes je, da je Evropska unija znotranje sprta, da nima enotne zunanje politike, da je vojaško šibka, ker potem od nje dobijo denar, ko prodajajo svoje energente in na ta način širijo svoj avtokratski vpliv preko siceršnjega njihovega dosega. Bi rekel še nekaj drugega. Mislim, da je izjemno pomembno, da povečamo sredstva za obrambo, ker zdaj trenutno se v okviru in ostanemo v NATO, ampak ne da se tako močno zanašamo izključno na ZDA. Namreč zdaj mi se naslanjamo predvsem na Združene države Amerike, ko je stopila Velika Britanija, smo izgubili velik del vojaških sil. Zakaj se gre? Jaz sem prepričan, če bi bila Evropa vojaško močna, konflikta Izrael-Gaza ne bi bilo. Namreč vedno se je treba v mednarodni politiki vprašati, komu nek konflikt koristi. In prepričan sem, da ta konflikt koristi Putinu, ker je Izrael vezan na Združene države Amerike in je s tem usmeril fokus ZDA na Izrael in pustil Ukrajino samo za nemočno Evropo, ki je zaradi dolgega obdobja blaginje pozabila, da mir ni sam po sebi umeven. In mislim, da za mir si moramo resnično prizadevati, kot sem že prej enkrat rekel, to je v resnici naša civilizacijska dolžnost. Skratka, naša dolžnost je, da ta teritorij zaščitimo, da tukaj ščitimo mir, za katerega smo si prizadevali toliko desetletij in da zaščitimo tudi Ukrajino pred rusko agresijo. Hvala vsem našim gostom. Sledi čas za vaše vprašanja. Jaz ga bom pa odprla z napovedjo že iz čisto začetka. Kakšne so možnosti konkretno za mlade, ki jih ponuja Evropska unija in ki jih ponujajo evropski poslanci? Pa bomo čas omejili na 1 minuto. Ker sem jaz takoj po diplomi odšla v Bruselj in sem tudi veliko študirala, kje pa se lahko zaposlim, ker sem iskala službo.
In sem ugotovila, da večinoma vsi vemo, da lahko dobiš prakso pri evropskih poslancih, pri kateremkoli, iz katerekoli stranke se pač strinjaš. Večinoma imajo to objavljeno na svojih spletnih straneh. Potem imaš pa tukaj še druge priložnosti. Plačana pripravništva, za njih moraš imeti sicer že diplomo, ampak pri parlamentu, pri komisiji, pri drugih institucijah, tukaj so pa hkrati tudi politične stranke, think tanki oziroma raziskovalni centri od političnih strank. Jaz sem na primer delala pripravništvo pri think tanku od Evropske ljudske stranke, tako da tega je res ogromno, tudi ogromno podjetij, razne projekte, jaz sem delala tudi na projektu Evropske komisije, Evropski razvojni dnevi, tako da ogromno je stvari in večina teh stvari, jaz se tukaj strinjam, da delo mladih mora biti plačano, pripravništva morajo biti plačana. Sem pa jaz tudi za mlade, če vas zanima karkoli, ali v študiju v tujini, ali pa glede možnosti Evropske unije, naredila spletno stran kakospeti.si in je noter opisan cel postopek in za študij v tujini in za vse možnosti, ki jih Evropska unija ponuja. No, jaz sem se tudi takoj po študiju preselila v Bruselj, tako da lahko še malo povem o svoji izkušnji. Jaz sem delala za v bistvu nevladno organizacijo, ki se ukvarja z izobraževanjem mladih in digitalizacijo šolstva. In ena stvar, ki bi rekla v Bruslju, je definitivno to, da ponuja izjemno velik nabor priložnosti za zelo različna zanimanja. Mene osebno bolj zanima nevladni sektor v tem primeru, torej vsako združenje, vsak interes, ki si ga predstavljate, tam definitivno obstaja kraj, kjer se te interese zastopa. Bruselj velikrat v slovenski družbi ima zelo negativno konotacijo in jaz to popolnoma razumem, zato ker ljudje ne vejo, kaj se tam dogaja. Tudi jaz sem mogla tam živeti in to študirati, da zdaj nekako razumem, kakšna je povezava med slovensko in bruseljsko in belgijsko, med slovensko zakonodajo in tem, kar se dogaja v Bruslju. Ampak dejstvo je, da je v Bruslju ogromno različnih mnenj in je najverjetneje to eno izmed redkih mest, kjer se mi zdi, da kljub velikim razlikam med nami se velikrat najde neka stvar, ki nas povezuje. Hvala. Izvolite. Poleg tega, ker je bilo že omenjeno stažiranje pri evropskih poslancih, delo v evropskih institucijah, bi jaz poudaril en izjemno dober projekt Evropske unije Erasmus, izmenjava mladih. Sam bi predlagal, da se to razširi. Tudi, naprimer, ne vem, koliko poznate, potem kasneje ima Evropska unija ima tako imenovane ERC projekte, prvi, se pravi raziskovalnih stopenj, prvi je Marie Curie projekt, kjer se raziskovalci nekako prijavijo v druge države in tam sodelujejo v raziskavah, s tem prinesejo svoje znanje neki raziskovalni inštituciji in ga od nje dobijo. Sam mislim, da bi bilo dobro tudi to, da bi to omogočili tudi podjetjem, predvsem mladi, ko ste na začetku svoje kariere, bi lahko izkoristili to priložnost enotnega delovnega trga Evropske unije, da bi neka tudi delovna znanja dobili pri nekem tujem podjetju in se kasneje v svoje matično podjetje vrnili obogateni za to izkušnjo, s tem bi pridobili oboji, vi kot neke nove kompetence in naša podjetja kot spet novo znanje iz tujine in obratno za tuja podjetja. Izvolite. V bistvu ste slišali o skoraj vseh priložnostih, obstajajo tudi Erasmus prakse, bi pa mogoče dal en čisto osebni nasvet. Sam sem preživel čudovito leto Erasmus študija, najprej Erasmus študija, potem sem se vpisal v Madridu, v Španiji, na fakulteto za družbene vede in vam zelo toplo priporočam, čeprav ste še v srednji šoli, da tisti, ki boste šli in da nadaljevali potem v procesu študija, da razmišljate o tem, da vsaj nekaj mesecev preživite v tujini, vam bo neka dodatna izkušnja, predvsem boste spoznali neko novo kulturo, novi jezik in drugače tudi gledali na svet. Tudi jaz zelo spodbujam, da greste vam pogledat. Lahko že v času študija, recimo, če študirate, tako kot sem jaz, prevajalstvo in potem tolmačenje, lahko greste že vmes med študijem. Jaz sem šla v Luksemburg, ni vedno samo Bruselj, je zanimivo videti tudi še ostale kraje mesta, kjer je Evropski parlament. In se da tudi tam, recimo kot prevajalci, kot če novinarstvo študirate in tako naprej, Evropska komisija vsako leto razpiše tako imenovani Blue Book, to je v bistvu za vse profile.
Je pa zdaj ravno kar v teku tudi en razpis Evropske ljudske stranke. Lahko napišete en spis in potem dobite za nagrado ali pripravništvo pri Evropski ljudski stranki ali pa greste vsaj na izlet tja v Bruselj, seveda na stroške EPP-ja. Tukaj bi mogoče še omenila, ni pa čisto samo Bruselj, a ne. Lahko greste tudi kam drugam. Vem, da tukaj se učite tudi nemško. Recimo, možnost je tudi delati prakso v nemškem parlamentu. Jaz sem bila tam pol leta in to je tudi čudovita izkušnja za videti, kako pa še kakšen drug parlament dela. Mogoče ne nujno samo bruseljski. Replika, potem pa se prosim pripravi na že. Ni to replika, ampak zdaj, kaj Katja govorila, sem se spomnila, da ja, ni nujno v Bruselj, imate tudi evropske institucije, so tudi v Luksemburgu pa v Frankfurtu. Še ena stvar, ki pa si jo želim, da bi jo vedela, ker sem na vaših letih, je pa tudi, da greš lahko tudi izven Evrope in sicer ima Evropska unija predstavništva, greš kot evropski diplomat lahko praktično po celem svetu. Vem, da tisto v Washingtonu je precej zaželjeno, tako da je tudi možnosti izven Evrope iti pa vse delati za Evropsko unijo. Tako da to je ena stvar, ki sem jaz zvedela, sicer, ker sem že malo prestara, ampak mogoče pa komu od vam prav pride. Lahko samo eno sekundico. Samo še zadnja stvar, to zdaj izgleda kot nek job fair, ampak zadnja stvar, ki se dogaja, je pa, da ima Evropski parlament v bistvu v Ljubljani pisarno za stike. Jaz sem tam opravljala pripravništvo in vem, da zdaj iščejo v bistvu 2 pripravnika. Torej, če vam je bolj všeč ideja več Bruslja v Ljubljani, potem je to pač zelo dobra stvar, zato ker v bistvu dobivate plačano pripravništvo iz Bruslja, delate pa v Ljubljani in je ful dober. Tako da priporočam. Kdo bo najpogumnejši in postavil vprašanje? Lahko je na splošno ali pa konkretno na katerega gosta? Izvoli. Glasno pa bo se slišal. Ja, ko smo razpravljali, oziroma ko ste razpravljali o varnosti, smo načeloma omenjali migracije, pa me samo zanima, kaj lahko Evropska unija naredi za splošno varnost v državah evropskih, mislim, v evropskih državah. Kdor se bo prijavil k besedi? Torej, ja. Smo odprli to vročo temo ravno za na konec. Kaj misliš, da se ljudje počutijo varno zaradi migrantov v svoji državi? Okay. Kaj lahko Evropska unija kot institucija naredi za zagotavljanje takšne varnosti, torej da se boš počutil varno, ko boš šel ob 2 ponoči po ulici Pariza? Ok, v redu. 2 stvari bi rekla. Prva stvar je ta, da se mi zdi, da se zdaj nekako širi v medijskem prostoru, da grejo številke kriminalnih dejanj neverjetno navzgor. Ja, jaz sem šla to pogledati, zato ker me je dejansko zanimalo. In je res, da leta 2023 je bilo več kriminalnih dejanj kot leta 2022, ampak še zmeraj smo zelo daleč proč od 10-letnega povprečja. Torej, stvar je v tem, da se je 2020 zgodilo najmanj kriminalnih dejanj, vsi vemo zakaj, ker je bilo veliko ljudi doma, in zdaj je ta trend gre malo navzgor, ampak se vračamo nazaj na predkoronsko stopnjo. Torej, jaz bi rekla, da prva stvar, ki je zelo pomembna, je, da ta varnost oziroma nevarnost evropskih mest in Slovenije kot zdaj nevarne države je velikokrat uporabljena v zelo populističnem smislu, da se seje strah, zato ker v bistvu strah je veliko lažje sejati kot pa upanje in sprejemanje. To bo prva stvar, ki bom rekla. Druga je pa to, da jaz osebno mislim, da zaupamo organom pregona v Sloveniji in v Evropi. Slovenska policija zelo dobro upravlja svoje delo. Isto bi si trdila reči tudi za kakšno drugo policijsko enoto po Evropi. In jaz verjamem, da če še naprej spoštujemo organe pregona in v bistvu sodelujemo z njimi, sem prepričana, da bojo poskrbeli za varnostne grožnje v teh državah. Hvala. Izvolite. Mislim, da je treba ustaviti ilegalne migracije. Treba je zaščititi zunanje meje Evropske unije, Schengena. Zdaj slišati je, da mi sejemo strah, mi govorimo o stvarih, ki se dejansko dogajajo. Če se greste sprehoditi, postajajo pričanja slovenskih punc, naprimer, kako je na Viču, da se počutijo nevarne. Solzivci, so se povečala prodaja solzivcev, jaz osebno ga tudi imam.
pa prej, 10 let nazaj, ali pa ko sem živela v Washingtonu, ali pa ko sem bila v New Yorku, nisem niti pomislila na to, ampak v Ljubljani sem si ga pa kupila. Ampak smo že prej govorili tudi o migracijah, kar si rekel, še drugi aspekti, pa še nekaj drugega, kar pa noben od nas še ni danes omenil, je pa tudi velik problem bo kibernetska varnost. Tukaj moramo ful delati, naša javna uprava, če pogledamo, ni zaščitena. Vsake toliko časa, mislim, ker se mi zdi na mesečni bazi, prihajajo poročila, da je bil nekdo zhekan ali pa nekaj, kaj je. Jaz tudi vem, ko delam v javni upravi, naši operacijski sistemi so nekaj, kar se ne mislim, ne vem, če se posodablja, ampak so tako zastareli, da mislim, da ne rabiš prav veliko računalniškega znanja, da v nekatere odeš. Vemo pa v današnjem svetu ne samo fizične vojne, kot jo vidimo v Ukrajini, ampak informacijska vojna, je ključna, informacije so v bistvu orožje. In mislim, da moramo tukaj tudi na strani kibernetske varnosti ogromno narediti, zaradi tega, ker je to poleg te varnosti, ki smo govorili o migrantih, to bo tudi ena od ključnih stvari naprej, še posebej, ker gremo vedno v večjo digitalizacijo, tudi zelenim prehodom bomo šli v digitalizacijo vedno večjo in tukaj je treba zaščititi informacije. Hvala, da ste odprli to temo. Če ima kjer dijak vprašanje ali pa profesor, če ne bi jaz pa nadaljevala s kibernetsko varnostjo, ker je to ena pomembna tema. Izvoli, glasno. Yes. Da bomo pač odvisni od drugih držav, ker pač vse pesticidi vsi niso dobri, ampak nekatere pa potrebujemo. Če ne bomo šli nazaj na stopnjo kmetijstva, ki je bilo leta 1850, tega pa mislim, da si noben ne želi, niti ni sustainable za nobenega od nas, ker nas je več in s tem mi ne moramo pridelati dovolj hrane. Če ne boste lačni, vsak mesečno. Hvala za tvoj komentar. Jaz nisem strokovnjak na kmetijskem področju, bom pa rekla takole. Zdi se mi pomembno, da ko pride do zelenega prehoda in kmetov, v bistvu Evropska unija financira spremembe kmetijstva, ki so potrebne, da je to okoljsko vzdržno. Kar pomeni, da v bistvu rabimo veliko več denarja, kot ga imamo zdaj, in rabimo vlagati v to, da pomagamo kmetom vzdrževati okoljske standarde, ki jih zeleni prehod od njih zahteva, oziroma jih vsi potrebujemo za to, da bomo nekako lahko jedli zdravo hrano, lokalno hrano, ekološko hrano še naprej. Če smem sam repliko, to je izjemno pomembno vprašanje. Namreč poleg varnosti, prehranska varnost je enako kot varnost. Rabimo jesti 3-krat na dan in morda se premalo zavedamo, brez kmeta ni hrane. In če bi pesticide, če ta uredba ne bi padla, bi bila Evropa ponovno lačna, kot je bila po drugi svetovni vojni. In prej je gospa rekla tudi, da izjemno velik proračun ima kmetijstvo v Evropi, to ne drži. Treba poznati številke. Res da, za kmetijstvo namenjamo 30% proračuna Evropske unije, ampak morate vedeti eno stvar, da proračun Evropske unije je izjemno majhen. 1% BDP-ja. Torej mi namenjamo za evropsko kmetijstvo 0,3% BDP-ja, za vojsko namenjamo 2%, pa nimamo vzdržnega sistema. Za hrano namenjamo 8-krat manj in to zadevo moramo rešiti. Potem je tukaj še drugi podatek. Povprečen državljan Evrope porabi za hrano 12% svojega budžeta, svojih dohodkov, od tega gre kmetu zgolj 3%. Povprečna subvencija na kmeta je 27%, torej če bi dosegli mi zgolj dogovor, da kmet dobi 4 namesto 3%, bi povečali za 33% njegov dohodek, kar je več kot je celotna subvencija povprečnega kmeta. Torej ta zadeva je izjemno problematična in takšno podcenjevanje kaže zgolj na nepoznavanje tega, kaj kmet počne, od kje naša hrana pride, da mleko ne zraste v Hoferju, se ne natoči v Hoferju in da meso tudi ne raste na policah, ampak da to pride od kmeta in to moramo podpreti. Brez tega bomo lačni in ne bo naše suverenosti. Vi ste že, oprostite, gospod Grah je prej že omenil, da se bi ukvarjali tudi s področjem kmetijstva. Imate repliko na to? Bi dal eno drugo repliko, če smem. Ker... Bi pa mogoče pol dal gospe Sluga prednost. Ampak vseeno bi to prosim povedal, ker je vezano bilo na prejšnje vprašanje in pa tudi na gospodično Zalo. Dejstvo je, da to, kar smo slišali prej, je na nek način ustrahovanje. Spet smo poslušali o solzivcih, kar se opravičujem, če gledamo statistike in pogledamo, koliko nasilja je pa mogoče kje druge, tudi v naših domačih okoljih, je absurdno. Bi pa povedal sledeče.
ne direktno vezano na vaše vprašanje, ampak ljudje smo, vedno nas je strah določenih sprememb. Ogromno sem preživel v zadnjih 2 letih na terenu. Tudi v času, ko so bile prvi migracijski tokovi, smo opažali, da na tistih območjih je bilo strah ljudi. Ampak ko so enkrat spoznali, s kom imajo opravka, je danes popolnoma drugačna slika. Sprehodite se enkrat po Beli krajine, vprašajte starejše gospe, kmetovalke, kmetovalce in vprašajte, ali jih je strah tistih migrantov, ki prihajajo v državo. Jaz bi sam dala eno kratko repliko na tale komentar. Absolutno ne podcenjujem pomena kmetov v naši družbi. Kar pa se mi ne zdi prav, je dejstvo, da gre večina subvencij, ki ste jih omenjali, ogromnim kmetom, ki se lastijo na tisoče kvadratnih kilometrov. Ogromna posestva, imajo neverjetno infrastrukturo, imajo ogromno traktorjev, imajo semenske monopole. In to je stvar, za katero mi verjamemo, da pač ni pravilna. Želimo preusmeriti te subvencije na lokalne kmete, na lokalno pridelano hrano, da v bistvu mi jemo hrano, ki je pridelana v našem okolju. In ne želimo, da iz teh subvencij, da je rezultat teh subvencij ogromni presežki in benefiti velikih agrikulturnih podjetij. Izvolite repliko. No, izvoli. Imamo en program, zdaj sem pozabila, kako se imenuje, mislim, da je Sopotnik. Vsake 2 dni nas slikajo. Slovenija je poleg Kolumbije edina država, ki to uporablja. V Kolumbiji pa to uporablja zato, da nadzorujejo te ljudi, ki gojijo kokain in vse tole. Meni se zdi, da nas tretirate kmete, kakor da smo en zadnji del družbe, nas ne rabite. In s tem zelenim prehodom nam v bistvu še otežujete delo, ki je že tako zelo oteženo z evropskimi regulacijami. In mislim, da to zelo ni spoštljivo do nas. In pač to, da bi vi delili tele subvencije, se sliši zelo super. Ampak prej je en problem, da mladi kmeti in mali kmeti do teh subvencij sploh ne upajo pristopiti, ker pride zraven toliko enih pogojev, ki jih enostavno ne morejo izpolniti. Nimajo ne ustreznega kadra, ki bi jih podučil o tem, kako se te subvencije izpolni. Oprostite, v naši državi katastrofa je s tem. In ne moreš priti do subvencij, če ne veš, kako se sploh loti tiste gore papirja, ki ga dobiš zraven. Zato pač namen zelo lep ga podpiram, ampak mislim, da se morate prej vprašati, kaj je problem s tem, da se ljudje sploh ne prijavljajo na to. Jaz se absolutno strinjam s tabo. Jaz mislim, da je definitivno velik problem, da je birokratizacija subvencij taka, da pač je nemogoče za male kmete, spet za male kmete, da pride do teh subvencij. Verjemi, da v ogromnih kmetijskih podjetjih imajo 50 zaposlenih, da se ukvarjajo s temi stvarmi. Tvoja družina je pa sama s tem in se morajo sami s tem ukvarjati. Torej spet moram poudariti še enkrat in se opravičujem za čas, ampak refokus na male kmete, na lokalno pridelano hrano in v bistvu, da se obrnemo proč od teh multinacionalk, to so gromozanska podjetja. To je rešitev za naše kmetijstvo. Jaz v to trdno verjamem. Izvolite. Nikoli. Zakaj? Ker si ne morem tega privoščiti. Kot mlada delavka. To se mi zdi ogromen problem, da je v Lidlu vse 5-krat ceneje, kot ko grem na tržnico. Ja, ne iz Slovenije, definitivno ne iz Slovenije. Problem je v ceni. Problem je, da si jaz teh stvari ne morem privoščiti. Ne, dejansko. S plačo, ki jo dobivam kot moja prva zaposlitev, z najemnino, ki jo moram plačati, če ne bi živela pri starših, bi jo mogla plačati, si jaz lokalno pridelane hrane danes ne moram privoščiti. To je dejstvo. Mene zelo veseli, da smo odprli to tematiko. Tudi meni zelo ljubo. Gospa Tomašič, če imate repliko, izvolite. Jaz bom samo rekla, da prej, kaj je gospod Grah rekel, da mi ustrahujemo ljudi, jaz bi to imenovala, da mi jim prisluhnemo in si želim, da bi tudi vlada to naredila.
Poznamo zgodbe, policija tudi skriva več številk, ampak vemo za zgodbe, kaj se dogaja s rastom kriminala, kako se počutijo ženske v naši državi, kako se počutijo punce, ki grejo zvečer ven. In jaz si želim, da bi tudi vlada to naredila. So bili pa ljudje jasni, tudi na primeru 2 občin, kjer je vlada brez posvetovanja lokalnih skupnosti se odločila, da bo postavila 2 azilna domova v mehkih občinah, to je Središče ob Dravi in Brežice. Ljudje so se tam absolutno odprli, imeli so proteste. Jaz sama sem zbrala 12.000 podpisov proti temu, vlada pa ignorira voljo ljudi, čeprav vam jasno sporočajo, da si tega ne želijo. Tako da to ni ustrahovanje, to je temu, da v Slovenski demokratski stranki dejansko prisluhnemo ljudem in upoštevamo njihova mnenja. To smo vedno naredili in tudi vedno bomo v prihodnosti. Najlepša hvala vsem, mi smo čas prekoračili. Če ima res kdo zadnje vprašanje, hitro. Kaj si mislite o intervenciji Slovenije v ukrajinski vojni? Bi prosim naslovil na enega. Ne na mene. Svoboda pa Levica predvsem. Izvolite, minuta. Podpiram. Kaj pošiljanje vojakov? Da, ne vojakov, ne. Podpiram, da dodajamo opremo in pošiljamo v Ukrajino. Absolutno proti pošiljanju vojakov in za konec oboroževanja Ukrajine. Najlepša hvala. Mene zelo veseli, da imamo še veliko odprtih vprašanj. To pomeni, da je tematika Evropske unije zelo pomembna za nas. Bi mogoče povabila še naše goste, če imajo hitro sporočilo mladim. Drugače pa... Ja, pejte volit, volitve so pomembne in tudi to, da ne greste na volitve, je odločitev. Tako da tukaj smo bili predstavniki 6 strank na evropskih volitvah, tudi če se strinjate samo z določenim posameznikom ali pa ne listo ali pa z določenimi izmed nas, pa stranke ne marate, imate možnost preferenčnega glasu, izkoriste to, pejte volit, je privilegij, da lahko volimo. Hkrati bi pa rekla, da jaz sem s sabo, tam, če pogledate Simona od zadaj, prinesla tudi pristojne izjave za SDS, če koga zanima, šalčke od Janeza Janša, kjer piše I'll be back, in pa en obrazec manj, ker bo veliko stvari v času kampanje. Jaz osebno bom imela mobilne kavarne nekako na stil Starbucksa po celi Sloveniji, tako da če pustite kontakte, vas bomo obvestili, kje bomo. Drugače pa 9. junija pejte volit, to je res pač pomembno in tudi naprej na vse volitve udeležite se jih. Jaz sem prepričana, da v tej raznolikem mnenju boste najdeli nekoga, s komer se strinjate, tako da res vam polagam na srce, da se odločite 9. junija in greste volit. Jaz bom rekla samo en stavek in to je, da je Evropa trenutno na razpotju in da je to trenutek, ko se mora Evropska unija v bistvu nehati uklanjati nekim interesom lobijev, interesom korporacij, interesom ekonomske elite, interesom orožarske industrije, interesom Amerike in je v bistvu to zdaj trenutek, da začne Evropska unija služiti delavcem in mi verjamemo, da Levica, ko pride v parlament, se bo definitivno zavzemala za vse te ideale. Najlepša hvala. Gospod Gregorčič, vaša še zadnja. Jaz sem izjemno vesel, da ste najprej prišli v tako velikem številu in da ste postavili taka pomembna vprašanja, kar pomeni, da vas tematika zanima. To je dobro za naš narod in tudi jaz bi rekel, pejte na volišče, to je pomembno, ta Evropska unija je pomembna, določa 80% naše zakonodaje in če ne boste vi odločali o svoji usodi, bodo o tem odločali drugi in morda to ni najbolj pametno. Gospodični v zelenem puloverju se izjemno zahvaljujem za njen prispevek. Mislim, da bi bila tudi tukaj zraven nas. In spodbujam njo in vse vas, da izražate svoje mnenje, da poveste, s čim se ne strinjate, kaj vas moti, da to poveste ne samo med prijatelji, ampak tudi poveste tako, da slišiš, kdaj vlada. Podpišete kakšno peticijo, date predlog vladi, kaj naj se spremeni. Predvsem pa, da pogledate in greste na volitve. In tam pogledate, kdo zastopa vaše vrednote, zato da ne dobimo potem spet kakšnih novih obrazov in takih stvari, saj veste. Zato res izkoriste to priložnost, ki jo imate z volitvami in naredite nekaj iz tega.
Pa upam, da enkrat tudi koga izmed vas vidimo klele med kandidati. Sam ne se bat. Pa lahko pridete tudi v MSI. Imamo tudi mi pristopne izjave na spletu, ker smo malo bolj digitalizirani. Prišli smo do konca. Zelo na kratko. Pridružujem se. Če imate pobude, kar naslovite jih lahko tudi na naš podmladek. Z veseljem bomo prisnuknili in se z vami tudi od njih pogovorili. Res so pomembne volitve, dejte, prosim, 9. junija na volitve in ne pozabite, da so tudi 3 referendumi. Prišli smo do konca. Najlepše se vsem gostom in tudi vam gledalcem zahvaljujem za prisotnost na soočenju. Obenem pa vse naše cenjene goste in poslušalce vabimo, da si sedaj takoj po zaključku ogledajo tudi razstavo 3450 umorjenih jama pod Macesnovo Gorico, ki je trenutno na ogled v našem zavodu, prav tako pa tudi v Evropskem parlamentu. Ob 17. pa prav tako vabljeni k ogledu filma, ki je nastajal ob izkopavanju te jame. Hvala.